In meni je bilo lažje se ubiti, kot pa se naučiti fiziko. Se spomnim, da sem Božičku ali Miklavžu pisala, da si želim, da oče neha piti. V bistvu jaz sem začela se rezati zato, ker sem mislila, jaz toliko trpim na noter, bom pač to bolečino dala na ven. In sem šla domov, spakirala svojo prtljago in šla naslednji dan v polje. Sem jaz začela dobivati ta občutek, da je nekdo skozi zraven mene. Ta občutek je bil najbolj izrazit pod tušem. Največ, kar lahko naredi za nekoga, ki je ima duševno motnjo, je to, da se z njim pogovarjaš. In mislim, da smo mi samo eni profuknjeni norci, ker mislim, da ljudje, ki imajo neko tako motnjo, so ful kreativni. Marsikera moja kolegica ni vedela za moje težave, dokler nisem jaz objavila kakšen TikTok video. Sem tudi ponosna nase in na vse one, ki govorimo o tem. Ker to je neka taka debata, ki je ponovadi tabu. Hej, preden te spustim v naslednjo epizodo. Velik procent gledalcev še vedno ni naročeno na moj kanal, to bi mi res zelo pomagalo, toliko da video predlaga naprej, tako kot tudi vsak komentar, všeček, bom res zelo hvaležna in na ta način lahko podprete mene in moj projekt. Rada pa se bi zahvalila tudi svojima sponzorjema Swai in MyProtein, pri Swai imate aktivno kodico KOSAR10, pri MyProteinu pa bom zapisala spodaj v opisek, da to je to in uživaj v ogledu. Ja, pa še mogoče veš, ker je tak mlajša sestra, ne? Ja. In je tak, ne, ti bi mogla biti starejša sestra, veš, ti bi mogla se z nekimi takimi stvarmi, recimo z mano ukvarjati, ne? Ja. Po moje bolj to, da ti najprej predstavimo. Okay, ja. Anja, reka si, da ti dosti ljudi misli, da si Hana, ne? Ker imaš na Instagramu pa na TikToku taki handle. Zdaj pa, iskreno res, jaz sem pozvala prime, ker si mi ga prepovedala. Križmančič, ker nimaš nikjer napisanega. Ja. Tako da ja, kak se sama ponavadi predstaviš? Ne vem, jaz sem Anja, kam moram gledati? Mene. Cool, gore. Jaz sem Anja, stara sem 23, maja bom 24. Ne vem, imam zanimivo življenje, ne vem, kaj ne rečem. Tako. Imam eno bolezen motno, ki me malo zaznamuje, ampak probam, da me ne bi tako da tako bi se predstavljala. Probaš zajemati življenje s polno žlico, kljub tej, ja, ni simptomatika, je bolezen dejansko, je. Torej govorimo o šizofreniji, oziroma kako se prav reče? Schizoafektivna. Okay. Ni šizofrenija, ker imam zelo te pozitivne simptome imam, recimo halucinacije, da sem blodnjava velikrat, ampak negativnih pa niti nimam. Jaz nisem po naravi depresivna, anksiozna. In pa sem rekla, okay, ne moreš biti šizofrenik, pa imam tudi obdobja manije pa depresije in sem rekla, okay, imaš pa tudi bipolarne simptome in pač pa sem rekla, najbolj damo skupine to schizoafektivna motnja. Lahko še enkrat ponoviš? Schizoafektivna motnja. Ja. Okay. Zdaj, če se malo vrnemo dejansko na neko otroštvo, zgodnje otroštvo, kaj je bil nek tvoj prvi spomin, ki ga imaš iz otroštva? Čak. Zdajle mi je prva stvar kapnila na pamet, ko smo šli z vrtcem v Tivoli, na ono veliko igrišče in tam iskali jagode. Ne vem, to mi je prvo padalo na pamet. Torej si Ljubljančanka, ne? Ja. Si odraščala dejansko v Ljubljani celo svoje življenje? Mali iz Ljubljane, ampak veliko sem bila v Ljubljani, ja. In kakšna je bila Anja, ko je bila mala, ko je bila otrok? Zelo sramežljiva, zelo plašna, vsaj tako mi reče, se zelo malo spomnim iz tako zgodnega otroštva, ampak jaz sem bila tako sonček. Mene so, recimo babi me je poznala kot, mislim, me je klicala sonček, ker sem vedno taka polna pozitivne energije, ampak sem sramežljiva, ne, tako nisem se izpostavljala, ne vem, pa sem tako zelo šaj, ne. Tako bi, mislim, da je bila Anja, zdaj pa ne vem, kaj bi drugega rekla, iskreno. Mislim, starši so me isto pač so obravnavali kot sončka, ne, ker sem res taka pridna, pač ne vem, nobenih problemov niso imeli z mano, kar se oni spomnijo. In pa fora, da jaz sem mogla ful hitro odrast, ker imam mlajšo sestrico, ne, in pa očeta, ki je veliko pil v mojem otroštvu. In sem pa mogla velikokrat prevzeti vlogo skoraj mame, ker je moj oče bil v lokalu ali pa pač zaspal na kavču.
In sem mogla animirati malo, a ne, in pač to je bilo tako moje otroštvo, zelo tako večino, kar se spomnim, je mi je bil alkohol in moj oče, pač tako. Mama je veliko delala, a ne, tako da so bile kar malo prepuščene same sebi, ne skozi, ampak tako velikokrat sem mogla pa jaz poskrbeti za mlajšo sestrico, tako da Se to je bilo. spomniš, kakšen je bil takrat tvoj notranji svet? Ne vem, kaj je recimo tebe takrat zanimalo, s čim si se rada ukvarjala? Milijon stvari. Jaz sem imela milijon hobijev že od nekdaj. Zbirala milijon stvari, gimnastiko sem trenirala od majhnega, pa folklora sem plesala, pa tako ni da ni, res vse sem delala. Tudi sem pol gimnastiko trenirala do enega 12. leta, se mi zdi, 6. razred, mislim, da 12 je stara, ne? Ali Ja, pa 11, 13. 12. Ja. No, no, takrat sem trenirala gimnastiko, pol sem šla pa še v cheerleading, jaz sem bila celo otroštvo, no, najstniško, športnica. Pa ne vem, pa sem začela imeti neke zdravstvene težave s trebuhom in pa sem nehala. Pa ja, tako. To pač imela sem milijon hobijev, ker sem rekla, pač zbirala sem prtičke, zbirala sem kinder one pajacke ali kaj so oni. Igračke, ja. Ja, ne vem, prtičke sem vzemala iz vsake gostilne, pa tudi, pa je, zdaj, kar mi razlagajo, da sem se ful zanimala za cerkve, kar je ful random, ampak pa jaz sem vedela vsaka cerkev, ki je, kako se imenuje, katera cerkev, tako. Pa ful sem bila verna, ko sem bila majhna, jaz sem ful verjela, da če delaš dobro tukaj, se ti bo to poplačalo in boš šel v nebesa. Ampak jaz sem to vzela malo preveč dobesedno in sem pač v življenju nisem pač živela, a ne, sem samo se obremenjevala, sem delala zelo take stvari, ki me ne bi mogle spraviti v pekel, a ne. In potem je tudi se to končalo, ker sem začela biti malo paranoična v cerkvi. In pa me je to malo odbilo od tega. Imam pa vse zakramente narejene še zmeraj, ampak je bilo pa definitivno ful težko, recimo imamo v spominu, enkrat smo, mislim, da je bil 8. razred, smo sedeli vsi v krogu, pa sveča je bila na sredini in mene je to toliko vrglo, jaz nisem mogla sedeti tam, jaz sem mogla iti stran, panična sem bila, grozno je bilo in potem sem jaz šla povedati župniku, pač spoved smo imeli in sem rekla, jaz pač ne morem, mene cerkev straši, pa sem tudi v cerkvi, nisem mogla iti v cerkev, ker sem bila tako panična in pa tako mislila, da pač bom šla v pekel in to, a ne. In sem šla to župniku povedati in ta župnik je rekel, okej, razumem, ti bomo našli enega za pomoč, a ne. In pol je on umrl naslednji dan. Tako da s tem je pol še bolj zasovražila, pač ni mi bila cerkev pri srcu, a ne. Tako da Si to verjetno, koliko si bila taka stara? 8. razred. Si to verjetno dojela kot, ne vem, si to jemala kot, o moj bog, to se je zdaj zgodilo, kaj če sem jaz prispevala k temu? Aha. In Okej, pač me okej. je čist. Si se pol s kom pogovorila o tem? Ne, nikoli. Možda na terapiji, da je tako omenjam, da sem bila verna včasih, ampak zdaj absolutno nisem, zdaj pač verjamem vase. Si omenila recimo to situacijo z očetom, ne, zdaj sestrica, ne vem točno, kdaj so se vklopile kamere, ampak so se predtem pogovarjali, da je 2 leti mlajša, ne, Ja. ona je letnik 2, 3, ti si Tako. 2, 1. Kdaj bi rekla, da se je začela ta dinamika pri vas v družini, ne, torej, da je oče začel piti ali je to bilo nekako To je odstalno? odskoz. To je odskoz. To je bilo odskoz. Kar se jaz spomnim, je to skozi. Mislim, da ni bilo neke prelomnice, ki bi rekla, zdaj pa on začel piti, ampak pač samo je pil skozi. Pa že tako službo je imel, da so šli sodelavci vsak dan po šihtu na per, a ne, pa tako, in pa je bila ura že 6 in Anja ima trening, kdo je popeljal, mami klicala od kolegic mamice, če lahko ne pelje, ker je pač fotar zakomeril doma, a ne. In pač tako, ja. In kako si se ti takrat počutila v tistem momentu? Si to normalizirala ali? Meni je bilo Ti je to bilo normalno. grozno? Meni je bilo tudi normalno, da me recimo fotar pijem voz, a ne. Pa sem zdaj par let nazaj sem bila tako mami pač je bilo ful neodgovorno od obeh, a ne, in ona tako pač jaz se sploh bi spovedala, nisem da on pijem voz okoli. Tako da mislim, da je vsem žal, da je bilo tako,
zdaj je veliko boljš, ampak nismo pa nikoli kot družina to skomunicirali, oziroma če jaz rečem kaj oči, recimo, to si pač me pijem vozil, recimo, on reče, ne, nisem, ne. Torej zanikanje. Tako zanikanje, ja. No, ne prizna tega, da je mogoče malo zajebal. In kako recimo mama v tistem obdobju reagirala na to? Zdaj si rekla, za določene stvari verjetno ni vedela, ne? Kako pa je v ostalih momentih reagirala, ko je pač videla to situacijo? Ni bilo normalno. Ona je tudi izhajala iz družine 2 alkoholikov, in je bilo to njej totalno normalno, da je pač mož pijan, da se dere, da, a ne, tako. Ker je bilo tudi pri njej doma tako. Moja babi je zdaj recovered, je šla v odvajanje, dedi pa ni nikoli nehal piti, ne, pa je tudi umrl 3 leta nazaj. Kakšna ciroza, verjetno jeter ali pa tajna? Ne, dejansko je bilo samo pač starost, pa šel je po štinkah gor in padel skup. Aha. Tako da ni bilo dejansko nič s pijačo povezan, kar je čuden, ampak je pa pač umrl. Ni nikoli. Ja, to neko pač, ja, to življenje, ne, ko ti ne recoveraš in si potem pač sužen svoje odvisnosti. Tako. Ne. Ja, predvsem to. Si rekla, da je zdaj boljše, ne? Zdaj, Ja, če se spomniš, kako se je potem to nekako, ne vem, ali se je stopnjevalo, ali kako je bilo potem čez leta, ko si ti odraščala? Če rečemo od 6. do 9. razreda je bilo to pijančevanje veliko manj. Jaz sem tudi ful intenzivno trenirala, ne. Jaz sem 4-krat na teden pač imela treninge, 3-krat na teden trening, pa 1-krat na teden stretching, ne. Ker sem bila pač flyerka in sem bila na vrhu. In sem se bolj v to vrgla, nisem se več toliko ukvarjala s tem, ne. Pa tudi hormoni so začeli delati, ne, pa tako, pa so me druge stvari zanimale. Nisem se več toliko, pa tudi oči se je malo umiril, ker je zamenjal službo. Odkar je on zamenjal službo, je much better. Tako da, ja. Če lahko govoriš pač, kaj je recimo delal predtem, pa kaj je potem zamenjal? Prej je delal pač na terensko delo, zdaj pa dela nekje bolj tako chill v pisarni. Okay. Ne lih pisarni, no, ampak v takem kabinetu. In glede na to, da si rekla, da si pač mogla hitro odrasti, ne, si ti doživela neke te stvari, da si imela svojo svobodo, ali bi rekla, da si bila bolj sužen tega, da si mogla biti doma prej, ker si mogla recimo za sestrico poskrbeti, ali si imela svobodo? Mislim, ko sem na majhna, ne vem, če je bilo kaj, mislim, je bila svoboda, valjda, ampak jaz sem imela treninge in pred treningom sem mogla domov priti, a ne, in sem šla, spomnim, ko sem domov, z busom smo domov hodili, in pol je oči prišel okoli 5 domov, ne, on je bil itak na Brklan, mame ni bilo doma in pa sem jaz prevzela vlogo, ne, ampak do takrat je bilo okej, mislim, do 5 zvečer, rečemo. Ampak pol sem pa mogla prevzeti vlogo, ne, in pusti posledice, po moje sigurno. Ker moja ta mala se recimo večina stvari sploh ne spomne, a ne. Jaz pa se, ker sem jaz verjetno mogla biti ona, ne vem, steber, a ne. Ona je pa pač še 2 leti mlajša, ona je še drugače doživljala, a ne. Ona je sem tudi marsikaj videla, kar je bilo med mojima, pa ona ne, a ne. Pa mami je mene ful imela kakor za svojega terapeuta, a ne. Pa mi skozi govorila drame, kaj imata z očijem, pa tako, in ne, ni bilo glih tako otroštvo, ko bi si ga mogoče vsak otrok želel, a ne. Ker sem mogla res prevzemati neko odgovornost. Ja, dejansko ti si starejša sestra, pa zraven še steber za mamo, ne, ko bi najbolj ravno obratno mislim, se splošno, če me nekaj vpraša, ful podpiram to, da tudi starš pove neke težave, pa pove, zakaj je žalost, ne, ampak pač tako si rekla, ne, ni to bila takrat tvoja vloga, še posebej zato, ker je drugače, ne, zdaj si stara 23, pa imaš za sebe danes, ne vem, mamo, prijateljico, je druga stvar, kot pa takrat, ko ti si še otrok, ne, in bi tvoja glava mogla biti napolnjena z vsemi drugimi stvarmi, razen s temi, ne. Ste imeli v družini tudi, je bilo tudi kako nasilje v družini, si bila tudi tega deležna? Fizičnega ne nikoli, ampak tako, mislim, psihično pa mogoče je bilo kdaj kakšno žaljenje, grožnja, da bo šel recimo, ali pa da bo mami šla. Je pa res, da v moji družini mi veliko priklinjamo, a ne. Mi tudi, mislim, nam babi reče ljubkovalno kurbe, a ne. Mislim, to vem, da je čudno, ampak pač meni je to normalno in pač že od majhnega
so veliko preklinjali in mogoče sem jaz to si interpretirala, kot da se nekdo dere pa me zmerja, ampak mogoče je bilo, ne vem, mogoče je bilo pa to samo pač način komunikacije, ki imamo pri nas doma, ne. Tako da ne vem. Ampak ja, veliko je tudi babi mogla priti, babi je bila kar upletena, ker pač oči me ni mogel peljati na trening in nas je babi peljala, ne, recimo, če ni kakšna od kolegice mami lahko. Tako da. Kako bi recimo rekla, da je babi reagirala na to, glede na to, da si se zdaj če je bila to ista babi, tista, ki je recoverala? Ja, to je ista babi. Kako je recimo ona reagirala na to, glede na to, da je ona to sama dala skozi, da je torej njena hčerka, tvoja mama, bila prisotna z obe dveh starševskih strani tega, da je potem tudi mož začel na tak način obnašati, ne? Ne vem, iskreno ne vem. Babi je, mislim, da mal preden sem se jaz rodila, bila šele na odvajanju. Ne, ker mami stara 17 let je bila na odvajanju od alkohola, pa se je pa od čika odvajala takrat, ko sem bila jaz približno majhna, se je rodila. In ne vem, ona je tako pač, ni bilo to normalno tudi, ne. Mislim, ni verjela verjetno, da se lahko kdorkoli spremeni brez neke brce v rita, ne. Ker je, ona je nehala piti zato, ker pač je bilo to že malo too much, ne. Ampak ona je imela še zmeraj moža, ki je pil in ni se nikoli temu mogla izogniti. Isto kot z mojo mami, ne. Mislim, oči je pil, moja mama ni nikoli pila, ne. Tudi če je imela take starše. In po mojem je bilo to moja mami samo normalno in pol babi avtomatično tudi, ne. Ker pač babi se pa noče ponavadi vtikati in je bolj tako. Pol smo že rekli, nehaj mu dajati per, ker velikokrat je tudi moja babi prinesla njemu pera, ne. Pa je ona rekla, ne moram. Tako da ni podpirala, ampak je bila pa tako okej, ne, mislim. Sej, nič ni mogla narediti, saj noben od nas ni mogla nič narediti. Ti ne moreš človeka prisiliti, da gre na odvajanje ali pa da neha piti. Ampak, ne vem, sem si pa vedno to želela. Jaz se spomnim, da sem Božičku ali Miklavžu pisala, da si želim, da oče neha piti. Pa ni. Ne. Jaz nisem igrati želela, jaz nisem ne vem kaj želela, ampak samo da oče neha piti. In da se neha tako kregati. To je bilo to. In ja. Pa potem si rekla, da je zdaj stanje boljše. Ja. Kdaj se je potem to stanje izboljšalo? Ja, meni se zdi, da je oče zamenil službo. Ker je pol nehal hoditi na per po službi, ne, ker tukaj ima tako službo, da pač mora biti trezen, ne vem. Predvsem, torej je bila predvsem ta služba dejavnik. Služba, absolutno, ja. Pa on je, pa bi rekla, da je tisto pil v smislu, ne vem, eno pivo, dve, ali je to res bilo pač res neko popivanje? Moj oče ne zna spiti enega piva, dva. On spije 6 do 10 v kosu. Pač nobenega ne prekorači, no. Pa ni šel potem torej nikoli nobeno odvajanje? Nikoli. Kaj pa za babi? Ste se kdaj pogovarjali o tem, zakaj recimo je ona, se rekla, ker je bilo malo too much? Ja. Kakšna je recimo tu njena zgodba bila? Iskreno ne vem. Vem samo, da je bila na odvajanju, da sta bila, mislim, da oba, pa vem, da je mami takrat bila 17 let stara in da je šla z njo na te delavnice, ali kakoli sem imel to. In da je mami večinoma pomagala, ne mož, ker je doma itak pil, ampak mami, ki je bila 17 let stara, ne, je hodila z njo na te sestanke pa to. In drugega pa niti ne vem. Vem, da so v službi skozi pile z sodelavkami. To je bilo tako ful let že nazaj, no, ampak ona je v bistvu delala v nekoj trgovini in njene sodelavke in ona so pač imele vedno cviček ali pa teran in so ga pač šljukale med delovnim časom. To je normalno. Pa kadili se je noter pa vse. In je v bistvu moja mami, da je mogla priti delati namesto babi, pa je bila stara, bila še otroka, ne. Pa je mogla priti delati namesto babi, ker je bila babi pač koma v zadnji. In so skupaj s sodelavkami. Tako da, ja. To je zdaj, kar vem v bistvu. Če tako gledamo, hvala Bogu, ne, da je trenutno prepovedano in kaditi notri in piti, ampak kdo se ga sliši take zgodbe, da so predvsem v nekih trgovinah, ne? Ja. Ali pa mogoče, ne vem, kaki Taki delovni. Ja, v nekih res takih delovnih okoljih, ne. Kar spet je potem tak, ne, res to, da
recimo pri primeru tvoje mami, ne, to, kar je ona bila že od doma navajena, ne, se je pol to spet ponovilo, se vidi, da je Ja. pogovarjali o tem, kako je bolj to na njo vplivalo. Ne, nismo, samo vem, da ni bila neki zadovoljna, ampak ona si ga je na koncu brala, ne, mislim. Pač ona si zavedala tega. Sam ga ima preveč rada, da bi šla stran. A ne? Mislim, mi, kukar se teramo ena druga kot družina, se imamo ful radi. A ne? Jaz si ne predstavljam mojega življenja brez moje družine, pa tudi, če so me dal čez velik stranja. A ne? Meni se še zmeraj pač, to je moja družina, to je nekaj, kar predstavlja mene tudi, a ne, konec koncev. Tako da, ja. Kakšen je pa recimo zdaj tvoj odnos do alkohola? Zaradi teh preteklosti. Jaz sem v redu odnos do alkohola, nisem ga nikoli sovražila, nikoli pa nisem nekaj pila. Ne. Tudi zdaj zaradi tablet pač ne moram lih biti pijana vsak vikend, a ne. Ampak kdaj spijem, siguran, kakšen kozarc vina ob kosilu, pač to ne bom sploh zanikala. A ne. Sem imela pa prejšnjo poletje čisto sober poletje, sem bila cel poletje brez alkohola, ker sem lih uvajala neke nove tablete in nisem spila niti požirka alkohola. Zdaj pa spijem kakšen kozarc vina, no, ne bom sploh lagala. Ampak imam dosti v redu odnos, ker recimo moja mama ni nikoli pila, ne, ker pač je bilo to grozno. Ja, se je toliko zamerilo verjetno, ne, ker je iz prve roke to vse izkusila dejansko. Ja. Če se zdaj vrneva nazaj ali pa nadaljujeva, ne, potem v tej neki tvoji premici, ne, ti si potem rekla, da si nehala trenirati šport? Ja. Ok, zakaj je bilo to? 16. Mislim, zato, ker sem imela neke probleme s trebuhom, ful me je trebuh bolel, pa smo odkrili, da je to intoleranca na laktozo. Aha, ok. Ja, ni bilo nič hujšega, ampak tako ful me je trebuh bolel. Mene so tam metali po zraku in jaz nisem mogla tam sama. Ja, itak. Pa tudi imela sem to gležnja pa zapestja uničena, uničena, pač bolel me je vse. Pa tudi iskreno sem izgubila voljo. Ni mi bilo več to, ker v bistvu fora je bila, da jaz sem bila pač flyer, ne, to je nekaj na vrhu piramide. In v mojih najboljših časih je bilo to super, ker so bile punce, ki so me dvigale in fantje pač veliki, a ne. Pol so pa se te zamenjala, generacija se je zamenjala in so pa še mlajše in bolj suhe punce, kot jaz. Pa že jaz sem bila trlca, a ne. In ker sem bila majčkeno višja od unih 10-letnic, a ne, jaz sem takrat stara že 16, mogoče 13-letnic, a ne, sem mogla jaz jih dvigati. In ali pa so mene dvigali, ampak so me dvigale punce isto visoke, kot jaz. In sem se počula tako debelo, ker pač vedno sem bila, res sem bila suha, no. Pa kar naenkrat sem bila najdebelejša. In to definitivno je bolel in pa mi je tudi malo minil do treniranja, no. Bi rekla, da ti je mogoče ta šport, ker se to vemo, ne, ponavadi je v plesu ali pa kakšni gimnastiki ali pa kakšnih teh stvareh res tisti poudarek na tvojem fizičnem telesu. Ja. Ne bova tega zanikali, da pri vseh športih je itak, ne, Ja, ampak valjda. če še imaš ti res tiste oprijete dreske, na pol tangice dansko, ne, še Ja. pač toliko bolj. Ja. Bi rekla, da ti je to skrilo nek pogled, kako bi naj neko punčkasto žensko telo izgledalo. Mislim, ne, jaz sem vedela, jaz sem toliko stara, valjda ne bom imela iste kilaže, iste višine, kakor ena, ki je stara, recimo 13 let, a ne. Jaz sem to zavedala, ampak še zmeraj, ker sem videla poglede marsikatere punce, ki je pač mogla mene dvigati in je bila samo tako, oh fuck. In sem bila jaz tako, a sem res tako debela, a sem res tako visoka, pa imela sem, mislim, da sem bila visoka 155, pa imela sem po moje 49 kil. A ne. Kar ni neki, je ful za mojo višino, a ne. In one so bile pa valjda 20, mislim, moje 10 kil lažje, logično, ampak mene je to samo bolelo. Ne vem pa, če sem dejansko si drugače predstavljala, ker sem bila skozi suha, a ne, vedno, in meni je pa to normalno, da je punčka suha pa pač mehna, a ne. Jaz sem pa mehna, pa še suha sem bila. Tako da ne, mislim, da mi ni to tako. Pač zavedala sem se, da ne moram spremeniti tega, kako izgleda, ne moram se še bolj shujšati, ker ne bi nikamor prišla. Trenirala sem skozi, bila sem v dobri formi, pa še zmeraj sem bila najvišja, najtežja.
Potem, ko si pustila ta šport, Ja. kakšni so bili občutki potem? Ker ponavadi je to res tisto, tako si rekla, ne, da bi se celo otroštvo vrtelo okoli tega, Ja. 4 treningi, včasih še kakšna tekma čez vikend, Ja, verjamem, da je itak, to ja. ogromno pol, celi ta del življenja dansko, ne, kako si se pol počutila, ko si to spustila? Iskreno, ful dober. Mhm. Ful dober. Vesela sem, da sem nehala trenirati, ker me je to na koncu kar malo žalostil. Da sem pa na koncu vesela, da sem nehala. Ja, nisem nič pogrešala. Mogoče zdaj tako na vsake toliko se malo spomnim, pa sem tako, to so bili lepi časi, reprezentanca, pa tako, ampak ne vem pa, če bi šla še enkrat čez to zadnjo obdobje, kar je bilo. Potem torej si pa bila brez nasplošno športa, ali si se dala v kaj drugega? Najprej si rekla, da začela so te bolečine, si pa ugotovila, da ja, to je razlog tega, pač Ja. intolerant, da sem na laktozo. Ja, ne? ja. V bistvu 2 leti sem mislim, da bila čist out, pauza, nič športala. Po sem pa začela v fitness hoditi, pa na shapeboxing. Tako da me je mal, ampak pa sem pa tudi to nehala in od takrat naprej hodim na sprehode. Mislim, pa sem se itak ful zredila, zaradi vseh tablet, a ne, ko zdaj je počasi to dol, rečemo. Si zaomenila tablete. Ne? Ja. Torej, kdaj se pa je potem to začelo, da si ti začela ugotavljati, da mogoče pa nekaj točno ni najbolj ok? V bistvu, ko sem bila stara 13, to je bilo začetek 8. razreda, sem jaz začela dobivati ta občutek, da je nekdo skozi zraven mene. In pa sem pogledala levo, nobenega ni bilo zraven mene. Ne? In ta občutek je bil najbolj izrazit v potušam. In takrat sem jaz potem, me je bilo toliko strah, fakt, nekdo zraven mene stoji, pa ga ne vidim, očitno imamo duhove v hiši, a ne. Sem se začela tuširati v kopalkah. In to je trajalo po moje kakšen let, da sem se jaz vsak dan tuširala v kopalkah. To je bilo nekaj čisto normalnega meni. In tako se je začelo, pa sem tudi imela občutek, da me, ko sem v kopalnici, ko se tuširam, da me nekdo gleda skozi ogledalo ali pa skozi okno. A ne, jaz sem si predstavljala, da je v ogledalu en fant, en iz naše šole, se mi zdi? Ja. In da me gleda. Ne spomnim, kje sem to vzela, spomnim, kje sem to dobila, ampak meni je bila to realnost. Pa jaz sem res mislila, da se to dogaja. Pa sem se malo skolirala, pa sem pol spet dobila te težave pri 90-ih. Samo bi te vprašala, je takrat kdo vedel, da si ti tuširaš kopalke? Ja, So to vsi. starši ugotovili? So. Oni so videli vsak dan, da se kopalke sušijo, a ne. Ampak ni jim bilo, mislim, itak je bilo čuden, ampak ni bilo pa nobenemu tako, da imate poslati nekam. A ne. Jaz sem mislim, da takrat že hodila k eni psihologinji, pa je tudi ona ni nič reagirala na to. Tako da se mi zdi normalno. Torej oni so normalno to sprejeli, pač ok, dobro. Ja. In niso ti veš, da ti bi vsaj, ne vem, z tega vidika, fajn je, da mogoče se brez kopalk, da pač si lahko lepo umiješ. Mislim, da je bilo to enkrat rečeno, da je bolj normalno, da se kopam brez kopalk, pa sem bila tako, ne, pač meni ljudje opazujejo, jaz ne bom brez kopalk tukaj, a ne. Si povedala to, da te nekdo opazuje? Fakt, ja, mislim, da je. Ne takoj, ni bilo takoj, to pol že tekom časa. Pa sem šla pa enkrat tudi na Rakitno, na uno mladinsko zdravilišče, ker sem me poslala gor, ker sem nekaj ušpičila. Se spomniš kaj? Ja, poskus samomora. Ok, kdaj je bilo to? To je bilo v 8. razredu, sem bila pa še zmeraj 13. Torej bi rekla, da je to bila posledica tega, da si imela konstantno ta občutek neke anksioznosti, da te nekdo opazuje. Ne, veš, najprej je bilo to opazovanje, pa je bilo poskus samomora. Torej bi rekla, da je to vodilo v to. Ja, zato ker Ok. sem bila res depresivna, res sem bila žalostna, ker nisem bila tako kot ostali, a ne. Tudi nisem imela sem prijateljice, ampak mogoče nisem jim mogla zaupati take težave, ker smo bili takrat še otroci, ne, pač to je bilo. Jaz sem se pa pol mogla sama spopadati s tem, una psihologinja mi ni nekaj pomagala, nisem jo hotela podati psihiatru, ker sem bila preveč normalna za psihiatra, čeprav sem imela kar hude že blodne, a ne. In pa sem probala končati si življenje, ker je bilo to enostavno lažje.
In o čem si se ti takrat pogovarjala za to terapevtko? Si povedala te vse stvari? A veš, da ne vem. Iskreno ne vem. Nekaj sem sigurno ni povedala. Mislim, da pa sem psihiatri, nekaj pa poskusil sem jih psihiatru poslati. Takrat sem malo bolj govorila, ampak na psihologinji je bilo pa tako, kada, ne vem, smešno je bilo, no, neke stolpe sva risala, ali kroge, ali ne vem kaj, in meni to absolutno ni pomagalo, ne, sem bila nič manj depresivna zaradi tega, ali pa manj blodnjava. Tako da sem pol baš to naredila in potem sem se zbudila naslednji dan s takim glavobolom, da sem mami rekla, jaz sem mogla pisati test fizike takrat dan. In ta test fizike, mislim, da je bil tudi over the edge push, a ne, ker nisem znala fizike. In meni je bilo lažje se ubiti, kakor pa se naučiti fiziko, a ne. Poleg vsega drugega. In pol sem šla pisati pač v šolo in sem mami rekla, mami, jaz ne morem, in sem pač Boga, noben ni vedel, a ne, kaj se je zgodilo. In sem pol doma padla, sem zvrnila sem se po tleh, pa sem prespala dan in naslednji dan sem šla v šolo, ker sem noben ni vedel, a ne. In mi je ta profesorica dala teze pisati. Ker sem pač manjkala in je rekla, ne, danes boš pisala test, briga me, ne vem, kje si bila, ampak briga me. In sem mogla test pisati in to je bil moj prvi šut. Tako da, ampak noben ni vedel do par mesecev kasneje, ker sem pa mami govorila z mojo psihiatrinjo in pol mi je ona povedala pač, kaj je bilo. Tako da, edini psihiatri nisem povedala, pa še to ne takoj. In se spomniš, kak je tvoja glava pri, koliko si takrat stara, 13, ne razmišljala o tem, torej ti se odločila, ok, jaz želim zdaj enostavno končati svoje življenje. Si ti zavedala, kaj to pomeni? Ne. Torej ti si enostavno bila tako, ok, dajmo to narediti, pa se kaj zbudim čez en teden, ali kako si takrat razmišljala o tem? Ne, jaz sem mišljala, pač tako sem končala življenje in jaz ga bom končala in pač upam, da se ne zbudim. A ne? Ker pač meni je bilo preveč je bilo vsega, iskreno. In sem hodila sam končati, se umakniti in to je to. Kaj bi recimo sporočila Anji takrat? Verjetno to, da se vse zrihta na koncu. Saj moje življenje je še zmeraj daleč od zrihtanega, ampak najdeš ljudi, s katerimi se lahko obdaš in te razumejo, pa lahko tudi delaš ono, kar te veseli, ne rabiš, pa vse osnovna šola je bila pekel, a ne. In da enkrat tudi osnovno šolo preživim, da je tega enkrat konc. In potem delaš bolj v življenju, kar te veseli. In da ni toliko črno, kakor se zdi, a ne. Saj jaz imam še zmeraj kdaj trenutke, ko pač hočem vse končati, a ne. Ampak takrat je bilo pa res tako, grozno bi bilo, če bi to dejansko naredila. Jaz si ne predstavljam, čez kakšno žalost bi dala mojo družino, a ne. Jaz si takrat to nisem predstavljala, jaz sem bila pač samo mislila, ne, meni je preveč, jaz hočem ubiti. In pač zdaj pa mogoče malo bolj gledam na to iz take perspektive, da ljudje me imajo radi nekateri in bi bili verjetno zelo žalostni, če bi jaz odšla iz tega sveta, ne, in pač zdaj malo bolj odrasla mogoče gledam na to, prej pa mi je bilo, jaz sem že od nekdaj ful impulzivna, ne, in pač to je bilo tudi impulzivno dejanje, ki sem ga naredila. Ja. In kako je pol mama reagirala, ko je to zvedela od terapevtke? Šok. Ona je bila čisto šok. Ona ni verjela, da sem jaz tega zmožna, po moje. Ona je, mislim, grozen. Prav spomnim se, kako je bilo to grozen. Mami prizna, da sem nekaj takega naredila. In ona, ko je to slišala, ko je probala to sprejeti nekako, oziroma razumeti, pa pač ni šlo, a ne, valjda. Si 13-letni otrok hoče ubiti, pač to ni glih. No, mogoče zdaj je, ampak včasih ni bilo to normalno, a ne. Ja, definitivno. Si sploh ne znam predstavljati, že slišiš za, ne vem,
Če bi meni neki bližnji prijatelj povedal, že, ali pa če za nekoga v družini slišiš, Ja. ki ti je dlje, nekaj šele, da je pa še tvoj otrok, ne, o katerem ti Saj to. ne veš, da so neke take težave, ker ti jih ne pove in da je res včasih tak, lahko neka taka mala pod narekovaji, ker Malenkost, ni te dejansko lahko Ja. pušne, ne, mogoče to, da včasih probaš nekom skomunicirati, da je neka taka stvar, pač ne bi šla pisati, ne, in potem zaradi tega nekdo, ne, Ja. se nekaj naredi. Jaz vem, da en primer je bil na eni srednji šoli v Mariboru, Aha. ko je v bistvu isto se si nekdo, ne vem, za punca, fan, whatever, vzel življenje, zato ker je dobil popravnega, ne. Ja, In no. ta profesor, isto fizika, ne, od takrat dalje, nikoli več se ga ne vrže, dostikrat naredi samo tako, da na popravne prinese teste, da ključ, pa reče, tu imate ključ, ko boste izpolnili, nesite to v zbornico, Ja. pa zaklenite učilnico, pa je to, pa sam gre ven. Pa jih pusti, da oni pišejo po svoje, ne. Kako lahko A te pol to, res? ja, kako te lahko pol to zaznamuje, ne, da pol, ne vem, Dejansko, ja. to tvoj, ne vem, učenec, kaj šele otrok, ne. In se spomniš, kakšni so bili potem protokoli potem? Si se ti potem začela zavedati, ok, ja, to sem jaz hotela narediti, kako si to pol ti ponotranila, da si ti oprostila za to, si sploh mogla oprostiti? To me res zanima, kako si pol ti o tem razmišljala čez leta. Meni je to normalno. Jaz sem imela pol še 2 poskusa, a ne, in mi je bilo mogoče samo ležo, da se to ni zgodilo takrat. Da moraš zdaj še poskušati. Saj zdaj, da sem okej, ampak tako. Ne vem, saj sem si oprostila, mislim, da ne vem pa, kako je zdaj s temi prejšnjimi poskusi, to pa mislim, da sem še zmeraj nisem se čisto predelala mogoče. Ampak kaj je bilo že drugo vprašanje? Ja, predvsem to, no. Ja. Kako si potem razmišljala v bistvu o tem dalje, ne? Oziroma ne, kakšen je bil pol protokol dalje, ne? Kako so Protokol, potem ja, te ja. obravnavali? V bistvu sem pač bila pri psihiatrinji, a ne. Mislim, da sem jaz pri psihiatrinji začela hoditi 1 teden pred poskusom. Meni se zdi, da je bilo glih tako. Narobe sem prej rekla. In pač ona me je pol dala na ono zdravilišče, kjer so bili otroci, ne, ki mi je kdo umrl, ki so bili težavni, mogoče kakšen avtist, ki tam gor, a ne, kje mogoče. No, in tam sem jaz bila in sem bila tam 10 dni ali 2 tedna sem bila in smo se kao ukvarjali z živalmi, sprehajali, konje jahali, mislim, take terapije so bile, ki so bile malo smešne, ampak to sem mogla narediti, ker pač so se bali zame in so hoteli, da kao se nekako integriram v neko normalno. Takrat sem bila že 14, ja, nekaj normalnega za 14-letnico, da kao delam, a ne. 2krat na dan samo telefon dobila, a ne. Pa tako. Tako da to so probali. Ne vem pa, koliko jim je pol to ratalo, ne. Jaz sem se takrat se prav spomnim, sem se ful praskala. To je moja oblika samopoškodovanja, sem se ful začela praskati. In ja, to smo, ker ni nekaj ful pomagalo, če sem pol začela se praskati celo. Tako da, ja. Kaj bi recimo se zdaj tebi zdaj nek način, misliš, da bi bil kak način, ki bi takrat tebi pomagal, ki recimo ne bi bil to, ne, ker jaz vseeno, če gledam za to z mojih res nekega z mojega, rekla, neznanja do tega, zgolj nekega mojega razmišljanja, je to, da daš ti dejansko ljudi, ki so nimajo ravno kaj za skupaj iskati, ne, zato ker to so res take posebne težave, ne vem, isto, ne vem, imaš ti ljudi, ki imajo, ne vem, težave z motnje hranjenja, potem imaš ljudi, ki so depresivni, ki to je čisto drugi koš, ne, in da se pač te ljudi enako obravnava. Jaz razumem, oni so vam verjetno hoteli dati pač nek dopamin, pokazati, to je ful lepo, vredno je živeti, ne, ampak se mi zdi, da ti, ko si v tistem svojem svetu in pač ti samo spiralo v glavi delala čist drugi valovni. Ja, vse to, ne, to je vseeno se mi zdi drugače, kot pa to, da ti si, ne vem, malo depresiven, pa pač želiš videti neke, mislim, ti na tak način želijo pokazati, ne. Ja. Ni jim jih ratalo. Sem pa dobila malo na samozavesti takrat. In sem pa šla v 9. razred veliko bolj samozavestna.
Ja, tudi pa je bil pa 9. razred, ki je bil pa boljš. Je pa res, sem se pa začela rezati, a ne, to pa tudi ni bilo lih top. Pa, v bistvu, jaz sem začela se rezati to, ker sem mislila, jaz toliko trpim na noter, bom pač to bolečino dala na ven, a ne. In sem pač začela se rezati in tako sem dejansko kaj čutila. Jokat sem nehala, jaz sem totalno nehala jokati, jaz pol leta nisem solze potočila. Ker pač sem toliko trpela noter, ampak nisem tega hotela kazati, nisem hotela, ne vem, da bi kdorkoli vedel, tudi moji psihiatri in psihologi nisem povedala, da pač se režem, da grem čez nekaj hudega, a ne. Ampak smer je bilo boljš, jaz smer mislim, da je boljš, ko 8. razred bil, a ne. Ampak, ne vem. In ko so potem oni ugotovili, ne, kaj se tebi dogaja, torej ti vidiš neke stvari, ne, so se oni osredotočili na to, ali so to čisto nekako pustili? Noben se ni osredotočil na to. Vedno je bilo to samo tako, to je samo faza, da to minila, ne. Se je pol minil za par let, a ne, pa spet. Tako da, ne, nikoli noben resno imel teh mojih psihotičnih simptomov, ker sem bila pač, mislim, se verjetno zato, ker sem bila toliko mehna in so si mislili, to je samo faza, a ne, to bo že preživela. A dejansko pri meni ni bila faza, a ne, pri meni se je dejansko to ponovil in 3-krat hujš. Tako da, ja. Pa si ti trpela še zaradi česa drugega? Ali bi rekla, da je bila to neka izvorna težava, ki se je pač pol sam kotalila, pa še neke druge stvari za sabo zajemala, ne, torej to ne. Ja, mislim, da, ne vem, če sem že alkohol pa te stvari. Ja, ne vem, če sem že kaj drugega tako imela, trpela, ne vem. To mi je bilo najhujš. Pa je to, da noben ne razume, ne. Ti ne moreš kar človeku reči, nekdo je zraven mene, pa ga ne vidim. Ker bo folk mislil, pač si star 13 let, a ne, kaj si izmišljuješ, pač, dej nekaj 5 dol iz telefona, ne vem, a ne, pa tudi prijateljcam nisem mogla lih povedati, ker ne bi razumela, ne, mi smo bili takrat toliko mehni. Valjda ne razumeš, da je nekdo psihotičen. Pa si se bala, da si bodo mislili, da si nora, pa da bi se nehal družiti s tabo na ta način? To sem se sekirala do lansko leto, polet, ja. Tako da sem naredila TikTok, a ne. Prej pa jaz, tudi marsikera moja kolegica ni vedela za moje težave, dokler nisem jaz objavila kakšen TikTok video. Pa to je zdaj že, takrat sem bila stara, ja, isto kot zdaj, 23, pa 23 let nisem vedela za moje težave, a ne. Pa sem se izpostavila tako, da sem na TikTok šla in pol so ljudje šele spoznali, kdo sem dejansko, oziroma čez kakšne težave jaz grem že od mehanga, a ne. Tako da. Kako so pa bolj so starši sprejeli, ko so pa čez leta ugotovili, ok, to je zdaj resno stanje, ne moramo si mogoče zakrivati oči ali pa se obnašati kot da, veš, sej iskreno marsikateri mali otrok si reče, da ima nekega navideznega prijatelja, ne, ki ja. we never know, mogoče ga res ima, mogoče pa pač si on predstavlja, da je tu, ne, zdaj spet v svojem primeru si ti rekla, da je bila to neka anksioznost, ne vem sicer, kako ta moto deluje, ampak pridevam, da lahko pa je tudi mogoče kdaj kaj pozitivnega, ne, kaj ti vidiš, ne vem, kak je s tem? Kaj je pozitivno? Negativno je definitivno. Če dam zdaj, evo ti dam primer, recimo, ne. Torej, pozitivnega, mislim, lahko ima nekdo, ne vem, nekega namišljenega prijatelja, ki je škrat, lahko pa je to, ne vem, neki morilec klavn, primer, recimo, ne. Ne vem, kako to poteka, tako da zato je vse, kaj jaz povem, je zgolj ugibanje ali pa pač zanimanje. Ne, ko se meni to začel, jaz sem mislila, da je nekdo umrl v naši hiši in da zdaj pač njegov druh me straši, a ne. To za ogledalo sem pa jaz si predstavljala kar enega iz paralelke, da on sedi tam v ogledalu in mene gleda. To je meni logično. Zdaj, kasnej, pa recimo, imam še zmeraj velika ta feeling, da je nekdo zraven mene, to sicer zdaj s tableti to ful dobro reguliramo, a ne. To z ogledalom malo ni več aktualno. Imam pa recimo feeling, da so moji starši dali kamero v mačko in zdaj me mačka gleda in v bistvu me starši gledajo, ne. To je zmeraj tak strah, ki ga imam, je pa veliko boljš. To spet ni pozitivno, ne, ampak ne, kaj pozitivno je mogoče to, da sem ful bolj kreativna zaradi teh mojih idej, ne. To mislim, da je pozitivna stran tega, ker mislim, da ljudje, ki imajo neko tako motno,
so ful kreativni in ful tako pač ustvarjajo in to mislim, da tudi mene malo srečuje, sicer je sreča v nesreči, ampak to je mogoče najbolj pozitivno od vsega tega. Pa mogoče to, da jaz ful čutam ljudi, Jaz res hitro se čutam, kakšen je vibe med komarkoli pa mano. Ja. Imaš ta boljši detektor, verjetno malo bolj. Ja. Veš, tak hiperfokus na to, Ja, da pač vsake neki dražljaj zaznaš, ne, pa. Takrat, ko si rekla, da si imela občutek, da je nekdo zraven tebe, ne, je bilo to tisti občutek, nekdo je tu, ali je bilo to nekdo mi hoče nekaj slabega? Kak je občutek? Mi lahko praviš malo približati? Čakaj, da se spomnim. Vem, da je bilo strašno, ker sploh si to prvič zgodila, Ker meni je bilo jasno, jaz sem resno mislila, da je to duh, Čakaj, si ti imela tisti občutek, da nekdo je tu, pač nisi videla kao nič, si dansko videla neke, ne vem, sence ali pa... Nič nisem videla, nič. Pol, zdaj, ko sem je spet razvil, to sem začela videti tudi sence, velikrat vidim sence mačk. Ampak takrat je bilo pa to samo tak feeling, da je nekdo zraven mene, pa da ga jaz ne vidim, Pa tudi, da bi me nekdo dihal tako zraven mene, pa ga ni, Tako je bilo to. Si kaj slišala? Ne, slišala pa nikoli nisem. Slušnih halucinacij pa jaz res nimam. Hvala Bogu, je to tudi pozitivno. Ja. In potem so te začeli zdraviti kdaj? V bistvu? Ker sem bila stara 20. To je dansko kar pozno, ne? Ja, ampak za ljudi s tako motno je ponovadi pri ženskah je šele 30, tako da sem bila kar zgodna. Začeli so se neki simptomi kazati pri 19, ko mi je umrl stric. Pa se pa to sem stopnjeval. Do maja, kjer je to 21, 22, mislim da. Takrat sem pa bila hospitalizirana prvič, pa zdravila sem dobila, taka reza za šizofrenijo, takrat sem mislila, da je sam psihoza, tako neko obdobje, pa sem dobila zdravila za šizofrenijo, Tako da takrat je bilo to prvič, ko smo začeli dejansko zdraviti za te moje psihotične simptome, Pa vemo mi, zakaj ta bolezen nastane, kako pride do tega, je to neka, ne vem, razvije se iz nečesa ali dedno? Mislim, ja, dejansko. Kogar jaz vem, je lahko v 7% meni se, da je dedno. Tudi, če ima mama recimo depresijo, je mislim, da tudi možnost, da bo otrok pač razvil neko duševno motnjo, nima veze katero. Je pa tudi, recimo jaz ne vem, če imam točno dedno, pač moja babi se je malo čudno obnašala, druga babi. Je bila kar malo psihotična, pa nikoli diagnosticirana. Mogoče iz nje izhaja to, mogoče je bila pa samo travma to huda. Recimo, ko sem na mejih travma z alkoholom, pa to, pa zdaj, ko mi je stric umrl, ne vem, mogoče. Torej, da nek sprožilec verjetno Ja, bil. ja. Kaj še lahko? Zaradi trave se lahko tudi razvija šizofrenija, Jaz sem nekaj gledala, da dejansko ogromno ljudi ima, se pa ne spomnila, disocirajo, ja. Torej, da kot da bi v nekem steklu bil pa hodil po svetu, on se nauči slovenske izraze za stvari. Ja, dejansko trava kar, dosti problemov lahko povzroči. Si se tudi posluževala drugih substanc? Zelo redko sem kakšen dim naredila. Jaz sem hodila na Srednjo Aškarčevo, in tam je pač trava tako nekaj čisto normalnega. Pač naši fantje so hodili zjutraj na BSO, med odmorom so drug joint pržgali, pa pol še po okušenega. To je bilo čisto normalno, ampak jaz tega nikoli nisem delala, ker mi ni bilo všeč. Ampak zdaj sem to hvaležna, da nisem, ker mislim, da bi bilo še 3-krat hujš, če bi se mi to sprožila zaradi trave. Ker mislim, da veliko ljudem se to sproži zaradi trave. Jaz poznam enega fanta, ki sem ga spoznala v Polju, ki je v bistvu pri 18 letih šel na maturanca, tam nekaj vzel, pa sploh ne ve kaj, in razvil šizofrenijo in je pri 28 letih danes invalidsko upokojen.
Tako da je res hudo, a ne. In jaz se pač teh substanc ne poslužujem, ker se preveč bojim, da bi jaz isto se res še hujš razvila kaj, a ne. Ker nočem, res. Tako da. Nepredvidljive so te stvari, ne? Predvsem Absolutno, to. ja. Še Kaj posebej, če sploh ne veš, kaj, v kaj kakšni dozi, jemlješ, ja, od koga, pa, ja, tako, valjda. tako. Ja, pri njemu je bilo kar hudo, tako da ne bi priporočala, no, če ima kdo v družini kakšno duševno motnjo, mislim, trava, droge niso za to sploh, ker je bolj nevarno. Vsega se je babi čudno obnašala, kaj bi rekla potem čudno? Ona je v bistvu, vse, kar se je zgodilo, je ona napisala na listek. In ona je imela teh listkov pa po mojem, da je Jurja. In ti listki so bili tako, recimo, ne vem, danes me je videl. Ali pa danes njega ni bilo tam. Pač taki so bili neobičajni. Zakaj bi kdo pisal to na listke? Ampak ona je že prej umrla, prej smo mi lahko to z njo pač se pogovorili, kaj se z njo dogaja, a ne. Ampak ona je bila edina, ki se je tako mogoče malo čudno obnašala, a ne. Misliš, da je bila mogoče ne vem kakšna demenca ali pa kaj takega? Demenca ne. Je bila okej. zelo prisebna. Pa to je delala tako zadnje par let. Ni bilo tako, da bi zadnje let pičal. Ona je umrla zaradi starosti, tako da ni imela pa nobenih takih težav, no, da bi rekla. Edino to, no, to z listki smo pol ugotovili, ko smo šli čez njeno stanovanje, a ne, in je bilo absolutno čudno. Nekaj, kar bi jaz naredila, recimo, a ne. Tako da, ja. Ja, mogoče celo včasih niti ne veš, ne, če gledaš, če je oseba sama, pa se ne ona ni sama stvareh. živela, ona je z mojim stricem živela. In je pol mama umrla maja, moj stric je pa pol umrl, mislim, da konca oktobra, začetek novembra. Skupaj sta živela in pač po moje tudi njega kap, ker je bil tako navajen na mami, ne vem. On je ful mlad umrl, a ne. On je bil star 42 let, ko je umrl in je to družino totalno pretresel. V bistvu še ta fun fact, jaz sem zvedela, da je on umrl tako, da sem bila na FaceTimeu z dvema mojimi prijateljema, pa me fotor kliče Anja in jaz sem, kaj? In on tako, stric je umrl. Fotor je bil pa pijan. Aha, in je to tako povedal. Ja, pijan. to bi bil njegov brat. Ja. In pa sem ga mogla jaz speljati na kraj, kjer je on umrl, ker on ni mogel. Tako da, ne vem, jaz pa ne vem, kako sem zdržala, da nisem jokala v napoj. Kako sem sploh propeljala do hiše, kjer je umrl. Nimam pojma, ker je bilo to tako težko, pa tako res nisem verjela, da se to dejansko zgodilo. Tako da. Mogoče še najprej, ja, se tako se rekel, mogoče najprej sploh ne verjamem, mogoče si, ta zmišljuje, veš, mislim. Ja, on se malo veš, po hecu, kaj pijan. Ja, Ja, ampak ne, ja. dejansko je, ja, ja. In bi rekla, da je potem to tudi za tebe bilo res tista mejna točka. Mogoče tudi zato, ne vem, si imela doma tisto podporo, da si se s kom pogovorila o tem, kako si se ti takrat počutila. Ne. Jaz sploh nisem pač dojela, da se nekaj dogaja, ne. Jaz po njegovi smrti sem se začela malo čudno obnašati, pa tudi noben ni nič rekel, a ne. Ker pač Čudno v kakšnem smislu? je tako, recimo jaz sem hodila na, sorry, kako te brcam. Ne, ni pa nekaj. Hodila sem pač v šolo z avtom in sem mogla od šole do avta pešačiti 20 minut. In to je bilo skoraj vsak dan, ne? Oziroma vsak dan sem se z avtom peljala. In ko sem jaz hodila od šole do avta, jaz sem mislila, da me nekdo zasleduje. Jaz sem bila v bistvu, to je bila tako začetek, mislim, da je bil to, da sem jaz mislila, da me nekdo zasleduje. Pa sem se obrnila, nobenega ni bilo, valjda, a ne. Pa tudi sem voziti se začela ful bati. Jaz sem mislila, da mi vsak avto sledi, da me bo policija ustavila, da bom napihala, čeprav nisem nič pila, a ne. Pa take pač blodne, a ne. Ampak jaz tega nisem z nobenim delila, meni je bilo to normalno, a ne, pač to je moja realnost. Pa sem začela biti še bolj čudna, ker sem pa v bistvu bila doma v neki varnem okolju, a ne, ampak sem se zelo nevarno počutila, ker sem skozi hodila do okna gledati, če je kdo pred našo hišo in da me bo grabil, posilil in pač kaj naredil, a ne. Tako da ja, to. Tako se je vse začelo zdaj
pri 20. Oziroma, pri 19 se začeli, pri 20 sem bila prvi zdravljena. Tako da. Sicer jaz mislim, da ker ima vsak od nas res čisto poseben nek notranji svet, razmišljamo različne stvari, ne? Dokaj zaveš, nisi ti tega, rekla, govorila na način, ojoj, kaj kdo zunaj, veš, da bi ti res to kričala v hiši, govorila. Ne, dokaj si ti to res šla, pogledala, bila prestrašena. Veš, mogoče je nekdo prišel domov, ne vem, mama hitro nekaj stvari naredila, ok, dobro, Anja gleda skozi okno, vrejo, mogoče nekaj razmišlja. In ne veš, čisto odplava, ne, dalje. Ne. Tako, nobeni porajtu, ne. Pojelo pa še to, da sem jaz bila malo obsedena z temi teorijami zarote in sem enkrat gledala sem en video, kjer so govorili o kao resnica življenja, ne? Kao, kaj je dejansko se dogaja v Hollywoodu, kaj je tako, in jaz sem to vzela malo preveč dobesedno. Za sveto. Ja, in jaz sem videla može v črnem, ki korakajo proti naši bajti po njivi. Jaz živim tam v selu, ne? Sem živela. In jaz vidim te može v črnem, ki korakajo, in sem tako, evo, to je to. Mene so pa še iskati, jaz sem mislila, da mi pa CIA prisluškuje, ne. In pa se je ta prizor, ne vem, ker ne spomnim se, kako je se to končal, ampak pa se pa spomnim, da je eno noč, sem jaz spet bila ful blodnjava in sem imela, ne vem, sem videla, sem čutila, jaz tega ne spomnim, ker sem bila toliko v tema, ne, sem videla, kako se žarometi od nekega helikoptera letala sijejo v mojo sobo. In pol sem jaz tam mislila, fuck, evo, CIA prišel, jaz sem konc. In sem se potem tako skrivala v naši bajti, da me nisem mogla videti, ker tako, kle je oken, kle so moja vrata, balkonska, in sem tukaj videla une žaromete. In potem sem hodila pogledati, če so može v črnem, in sem se skrila lih tako neko vmes, da me ni noben žaromet mogel dobiti, ne. Pač to, sli se totalno prefuknjeno, ampak dejansko to se je zgodilo in taka sem bila, ne. Da pol ni bilo nič, ni bilo nobenih CIA agentov. Ja, ampak ja, to je tako nekaj najbolj crazy, mogoče, ko se mi je zgodilo in sem to dejansko verjela. In kdaj si začela to odprto deliti z, recimo, družino svojo? Ko sem šla prvič psihologu, se mi zdi, psihiatru, pa so mi rekli, ja, to je psihoza, to ni anksioznost, ne, pa to je malo too much. In sem takrat povedala mami pa sestrci in sta bila ona tako, ne, začudene, ne vem, nista pričakovali kaj takega od mene, ne. Se pol tekom od takrat do, ne vem, zdaj sem definitivno imela kakšne ful čudaške ideje in sem bila tako, ok, ja, that makes sense, ne. Recimo, enkrat se spomnim, smo šli s kolegicami na morje in je moja kolegica začela lupčkati z enim, ki je bil zaseden, in od tega fanta punca, njeni bratje so bili v neki albanski mafiji, ne vem, to je nekaj razlagal. In potem smo mi šli domov, ker smo tako, oh shit, ona se je lupčkala z njim, zdaj ne pa od njegove punce brati, nas bo napadali. Zdaj le bo albanska mafija prišla k nam pred naš stanovanje. In sem mojim prijateljcem govorila, ne, zdaj moramo iti domov, zdaj bo albanska mafija prišla do nas, ne. To je bilo spet nekaj, kar je bila moja realnost, pa so ostali bili sem tako, okay, pa one takrat še niso vedela, da se tebi to dogaja. Takrat to je eno obdobje, ko se mi je sem to zgodil, da sem bila pa čisto normalna, ne. Da si rekla, v bistvu takrat si imela par let dejansko miru, ne. Kdaj je bilo to? To si rekla pri 19, kdaj si pa nazadnje? 18. To je malo prej. Ok. Tako. Torej, imela si od katerega leta? Od katerega do 18. si imela mir, recimo? 15 do, rečemo, 19-18. Pa si takrat, ko si ti je to prenehalo pri 15, mislila, ok, dobro, jaz sem tega rešena, ali si vedela, da nisi tega rešena? Ne, iskreno sploh opazila, nisem to čisto pozabila, sem tako, that happened, a ne, ampak nisem bila pa tako,
a se bo to vrnil, a imam še zmer to vse. Mislim, da sploh se obremenjevala s tem, iskreno, sem imela šolo dosti dela. Tako da- In kako recimo to zdaj poteka? Ne vem, zdaj, ko smo mi tu v studiu, Ja, sorry. ni panike. Če recimo, ne vem, kako se ti zdaj počutiš? Zdaj, je kakšna možnost, da se, ne vem, ti pogledaš nekam tja, pa vidiš nekoga, pa dobiš instant feeling, da te nekdo gleda in zdaj si recimo celi ta podcast naslednje pol ure anksiozna, pa mislim, živčna, pa veš, da je tam nekdo, oziroma veš, ne veš, whatever, ne? Kako to poteka? Je dejansko je tako, kar si rekla. Pa če jaz zdaj tudi fora pri meni, da če mi nekdo nekaj reče in moramo se pogovarjati, jaz sem avtomatsko pomislila na nek najbolj črn scenarij. a ne. In tudi tle, recimo, če bi zdaj jaz videla tam le mačka, a ne, jaz bi mislila, da je tam maček, dokler ta maček ne bi zginil. Predansko je to čisto taka neka paralelna realnost, recimo. Dejansko, ja. Mislim, meni je to ful zanimiv, ker marsikdo tega ne razume, a ne. In mislim, da smo mi sami eni profuknjeni norci. Ampak dejansko jaz to tudi malo vidim, kakor da smo pač malo bolj posebni, a ne, malo drugače vidimo svet, a ne, mogoče še bolj barvito, mogoče še bolj tako zanimivo, kakor ga mogoče en povprečen ne schizofrenik, a ne. Ampak, ja. Če recimo bi zdaj, ne vem, nekdo skeniral tvoje možgane, Ja. bi videl kaj drugačnega na tvojih možganjih. To pa ne vem. Če bi A kaj veš, da drugače bilo, ne? Ne vem, ker sem že bila na CTG ali nekaj takega, Ja. tem skeniranju. Pa so neki, sicer je bilo nekaj drugače, kar običajno, ampak je psihiatrina rekla, to ni nič nenormalnega. Tako da ne vem. Ker pri depresiji se prav vidi, ne? Da so neke strukture možganih Ja, drugačne. ampak mislim, da me niso nikoli delali prav tega testa. Ne vem. Aha. Saj jaz se ne spomnim, da bi videli, če so moji možgani kaj drugačni. Bi bilo ful zanimivo videti. Ful po bi bilo moje. zanimivo, ja. Vse to. Zdaj si ful želim to, pa recimo un test za epilepsijo, so vem, da sem jo v polju naredil, pa EKG ti mora narediti, ko greš v polje, take malenkosti so, ki jih moraš narediti, ko greš v polje. Čekaj, hospitalizirana si bila potem, zanima me, kako dolgo se je to vleklo, ne? Torej ti si rekla, nek sprožilec, ok, dobro, čekaj, stric je umrl, Novembra, oktobra, ja. potem si ti začela spet to čutiti, ali Tako. si že predtem pa Ne. se je postopnevalo? Ok. Takrat je bil un point, ko sem potem naprej čutila to. Torej to se je zgodilo nekje, ko si rekla oktobra? Kako dolgo je potem trajalo, da so se tebi spet pojavili ti neki znaki? To se ne spomnim. Meni se da je bilo kar hiter. Pa sem maja, 25. maja, če vem datum, sem pa bila prvič na zdravilih za psihozo. Tukaj. To je bilo pol leta, ne nekako. Kaj pa je bil tisti breaking point, da so te potem hospitalizirali? Jaz sem ratala sama umrla. Meni tableti niso prijeli. Jaz sem še zmeraj bila pač blodnjava, a ne, in meni tableti so bili prešvoh. In pa sem ratala še ful sama umrla, ker sem tako pač ne morem tako živeti, a ne. In ker pač sem ogrožala svoje zdravje, sem me pol hospitalizirala. Takrat za 2 tedna. In kako je to izgledalo? So oni prišli po tebe, te je na silo odpeljali, si ti ne. sama šla? V bistvu je bilo tako, jaz sem šla k psihiatrini, ona je rekla, ok, jutri greš v polje. In sem šla domov, spakirala svojo prtljago in šla naslednji dan v polje. Sem prideš tja in ti tam. Tako In da. kakšna ti je bila tam izkušnja, kako si se tam počutila? Zaprt oddelek je katastrofalen. Ti si bila na Strašen. zaprtem oddelku, ne? Vsi gremo čez zaprt Aha, oddelek. okej. To je zaprt oddelek je tudi sprejeman oddelek. Aha, ok, tega nisem vedela. Ja, kar je ful slabo, ker dejansko imaš šizofrenike, imaš depresivne, imaš tudi, odvisnike, vse na enem kupu, a ne. Dokler morajo iti čez ta oddelek. In je tako veliko vsega, a ne. Bila sem, ker je bila ena ženska, ki je bila ful psihotična, pa je tako metala stvari po sobi, pa sjala, pa ne vem. In je bilo strašno, je bilo, jaz sem se pa takrat vsega bala, a ne. Jaz sem mislila, evo, v svet je proti meni. In sem veliko časa prejokala v tem zaprtem oddelku. Pa sem jo pa spustila na odprtega. Razlika je pa v tem, da bi šlo na zaprtem, te ne more noben priti obiskat, ne moreš imeti ne vem, nekih naprav digitalnih. V bistvu dobiš telefon, skupen telefon, mislim, da za urco ali ne, mislim, da 3 ure je v dnevu dovoljen, da telefoniraš. Tisti je tako natipkaš pa. Tako. Okay. Ja, ne smeš imeti nobenih osebnih stvari, razen zobno ščetko. Mogoče šampon, pa tudi gate imaš tako samo nekaj jih nosiš.
pa moraš neumetne gate nositi. Ko sem hvala Bogu šla po enem dnevu stran od tukaj, pa sem lahko imela sveže perilo. Ker na odprtem oddelku si pa ti pač čist odprta. Mislim, telefon imaš skozi prseb, delavnice imaš različne, lahko se sprehajaš po polju, kukar češ. In je veliko boljš. Tako bolj se počutiš. No. Ja, predvidevam, da ne smeš imeti nič, kar bi lahko s čemer bi se lahko poškodoval. Ne? Ja. Recimo, ko ne vem, greste vi jest, ne? Vam gledajo, da ne bo kdo ne vem, kakega noža vzel ali pa vilce, kak je s tem. Enkrat je en nož zginil. Kaj imajo preštete ali kako to dela? Ja, meni se zdi, ja. Enkrat je en nož zginil in je bila cela panika. Tako da, ja, ful merkajo. Pa bi rekla, da so to večina ljudi, ki hoče sebi kaj narediti, ali tudi ljudje, ki hočejo drugim kaj narediti? Ne, bolj sebi. Če je nekdo tak, da ima kakšna nagnjenja proti temu, da bi komu drugemu škodoval, sploh ne grejo v polje, ampak grejo, mislim, da v Maribor je en oddelek za take, ki bi lahko škodili komu drugemu. Aha. In je prav, mislim, da tam oni hospitalizirajo tam te normalne, pa normalne, no, pač, pa kjerkoli druge v psihiatrični, kjerkoli kliniki. Ampak mislim, da zvone, ki so pa nevarni, pa dejansko imajo prav oddelek za to. Torej, ko si bila ti tam, ja. So se ti tam te psihoze nadaljevale. Čekaj, kaj je za razlika med psihozo? Kaj je še više od tega? Psihoza je eno obdobje, ki ga imaš, ko si psihotičen. Ok, torej, ko nekaj stvari vidiš. Recimo, ja. In kako dolgo ponavadi to traja? Ja, pri meni je takrat trajalo pol leta, ne? Ampak ne, čekaj, mislim... Veš tako, hočem navršati, če je to v dnevu, da zdaj ne vem, cel dan, če je to, ne vem, bilo en teden v kosu, da ti vidiš, ne vem, da imaš ob nogi mačko, ki hodi cel čas pri tebi. Lahko tako, ja. Ali, okay. Lahko je tako, lahko je pa sam pač moment, ko si malo psihotičen, kar sem jaz, ne. Jaz nimam nek tazga obdobja, ko bi en teden skozi videvala mačke, ne. To jaz nimam. Hvala Bogu. Imam pa tako momente, ko pač vidim mačko, pa vidim senco mačke, ali pa ne vem. Imaš pa mačko doma? Ja, tudi, ja. Ok, zdaj mi začekaj. Imaš mačko doma ali ne? Ja, imaš črno mačko. Ne. Ni? Ok. Pa imam sivo mačko. Ok, jaz sem temna, da sem videla. Ja. Ampak jaz pa vidim kar neko tretjo mačko. Ja. Ne, halucinacije, tako da. Pa si se tam povezala s kakimi ljudmi, ki imajo tudi to enako motnjo? Torej, tega fanta si omenila? Ja, ta fant je bil pri zadnjih hospitalizaciji. Drugače pa nisem nekaj navezala stika. Z eno sem navezala stik, pa so pol mal nehale imeti stik, ker pač je življenje tako, ne. Zdaj na zadnje sem se pa povezala z enimi parimi, ki so bili vsi schizofreniki in je bilo ful zanimiv, dejansko. Pa še en bipolarc je bil, tudi zanimiv. In ko si se pogovarjala recimo z drugimi, so ti oni povedali neke svoje stvari, ki pa jih oni ponavadi vidijo? Ne, a veš, da ne. Ne? Ne, nobeni govor o tem. Vse govori sem to pač, da se jim je razvil. Vem, da je imel težave tudi z alkoholom, zraven tega pa travo. En bipolarc, ki je bil, je imel, mislim, da je imel problem z GHB-jem, pa kokainom. Pa še bipolarce bo zraven, ne? In to so pač take deadly kombinacije, ki res niso ok. Zato smo se bolj o tem pogovarjali. Ne pa dejansko o tem, kaj se nam dogaja. Kako se ti recimo soočaš zdaj z nekim strahom? Si se naučila to vsaj ko malo kontrolirati ali je še vedno tisti močen strah, da je prisoten, ko vidiš neke take stvari? Ja, meni je očitno normalno. Meni je to normalno, meni ne prestraši več. Mogoče, recimo, ko sem polet prvič videla mačko, valjda me je prestrašila, ki je po 2 minutah zginila, ne? Ampak zdaj pa take vsakodnevne stvari, ki jih imam, pa pač ne, me nič ne preseneti, ali pa, to me preseneti, ampak ni pa tako strašno, da bi rekla, ojej. Tako da, je veliko boljša, ne, kot včasih sem pa jaz res mislila, da je skoraj da konec sveta, ne, mislim, to je bilo grozen. Itak. Ja. Mislim, se ne znam predstavljati iskreno. Mislim, lahko razumem, zakaj si delala neke stvari, ki si jih, ker si se hotela odrešiti pač teh peklenskih muk, ki nisi vedela. Dejansko. Ja. In pol, recimo, si ti takoj začutila efekt zdravil. Se ti je takoj to zmanjšalo. Na začetku si rekla, da sicer ne, ampak pol si rekla, da so dali močnejša. Ja.
Ja, to pa hitro čutiš. Antipsihotike pa kakšno pomirjevala, to pa čutiš zelo hitro. Recimo antidepresiv pa rabi po 2 do 3 tedna, da prime, a ne. In to so meni dali tudi antidepresiv, ki je pa rekel mogoče šele pa, ker sem šla iz polja, a ne. Ampak kot sem rekla, jaz z depresijo nimam problemov, a ne. Ampak so me takrat v polju hoteli dati v nek kalup, da sem depresivna in anksiozna. In so mi dali na koncu diagnozo, ker sem bila v polju mešana depresivna in anksiozna motnja, a ne. Čeprav sem prišla tja s psihozo. In sem jaz to prišla do moje psihiatre in je rekla, evo, pač to je moj izvid, in je rekla, jaz absolutno ne strinjam s tem, a ne. To ni samo anksioznost, to pač je dejansko bila psihoza in ja. Tako da, pa so mi dali neka močnejša zdravila, da dejansko bolj prijela, ne. Imela sem kar visoke odmerke. Še zdaj imam marsikjer, zdaj sem na 4 zdravilih, a ne, zdaj potravim, zdaj sem malo na 5. Na 2 antipsihotikih pa na 2 antidepresivih, a ne. In en antipsihotik imam recimo na maksimalni dozi, a ne. Da lahko sploh funkcioniram. Tako da ja, ampak jaz ne bi mogla brez zdravil. Pač jaz vem, da marsikdo se mu to zdi strapast, pa se mu zdi, ne, se lahko brez zdravil preživiš. Ne, taka motnja je, da jaz dejansko izgubim stik z realnostjo, ne. Jaz ne morem kar nekaj jemati zdravil. Sej ne bom lagala, da marsikdaj mi prime, da bi sam nehala jemati zdravila in rekla, bo kar bo, vsaj shujšala bom, a ne. Ampak pa me moji domači medkvanja, da ne bi slučajno pač. In v bistvu ne grem dol iz zdravil zaradi njih, ker jaz vem, da jaz sebe ne bom dojemala, a ne. Oni pa mene bojo, oni pa mogli za mene skrbeti, če jaz izgubim slučajno stik z realnostjo. In pač nočem jih, da čez to in zato jemljem zdravila. Se ti to zgodi, da pozabiš zdravila? Ja, itak. Pa začutiš tako, ali si tako, pozabila sem, vzamem čez 2 uri, pa je okej. Odvisno, recimo, če vzamem to večerno dozo, pač zdaj pozabim, pa pač ne vzamem, a ne. Če imam pa jutranjo dozo, pa pač vzamem takrat, ko se spomnim. Ker ni najboljš, ker moraš pač paziti, a ne, da je vedno približno isti čas. Ampak sem se tako navadila, da zdaj bolj pozno vzamem ta jutranja zdravila, tudi če malo zaspim ali pa tako, da takrat vzamem. Tako da je malo bolj tako v redu. Tako da, ja. Pa ti vplivajo ta zdravila tudi na, bom rekla, ne vem, zdravje kakih drugih organov, ker verjetno so to kar močna zdravila, ne? Ni to kar zamenjaka dol, pa je to, ne? Ja. Mislim, ne bi rekla, zaenkrat nisem še nič ugotovila. Pa če je fora, sem se zredila skoraj 40 kila, ne? Ampak to je pa to, jaz drugih, a je pa mogoče, bila sem na enem zdravilu, ki mi je totalno zmešal glavo, tako ta brain fog sem imela, a ne. In je bilo ful težko funkcionirati, jaz sem tudi faks mogla opustiti, a ne, ker pač moja koncentracija je katastrofalna. In nisem mogla več se usesti, pa se učiti ali pa poslušati na predavanjih in sem pač mogla faks pustiti, a ne. Sem pa šla jaz na faks let, ko sem bila hospitalizirana, tako da sem imela status, ampak na kateri faks si hodila? Zdravstveni. Pa te še zanima, da bi se kdaj vrnila? Misliš, da zdaj, ko so ti tudi, ne vem, kako je to, ampak predvidevam, da niso kar vsa zdravila okej za vsakega, ne? Tako ne vem, pri nekih stvareh, recimo ne vem, kontracepcija, nisem na njej, ampak tudi morajo ugotoviti, kaj tebi ustreza, ne? Ne vem, koliko imamo tu različnih vrst nekih takih zdravil, če veš? Lahko povem, če svoje izkušnje, jaz sem probala 18 zdravil, dokaj nisem najdla svojih pravih. Imaš pa pol v psihiatriji, imaš antidepresive, antipsihotike, antiepileptike, anksiolitike, to je to, kar poznam, no. Ampak imaš pomirjevala, recimo, ne, mislim, da so antiksiolitiki, ki zelo hitro primejo. Pa jaz, da pri tebi recimo možno, da se ti bi ful poslabšalo stanje. Absolutno. Iznenada, recimo. Mogoče ne lih iznenada, jaz bi rekla, če bi se kaj zgodilo v mojem življenju, da hudega, bi lahko hitro, ne. Ker jaz imam tudi probleme z razpoloženjem, a ne, recimo to, da grem v manijo, pa v depresijo. Čekaj, manija, da si manična, je, da si taka kaj medla? Ne, manija je, da si ful poln energije, da ne spiš, da ne ješ, da delaš same pizdarije. Ne nujno, ampak pač ponovadi manični ljudje ful hobijo, si pač naredijo, pa ne vem, porabijo jurja, ki ga sploh nimajo na, ne vem, nekih bedarijah. To je manija, ne. Čekaj, to imaš isto epizodo manije. Epizodo, ja, tako. To pa je epizoda. Recimo,
Se tebi to dogaja zdaj pogosto? ali Jaz ne? sem imela manijo samo enkrat, pa mogoče dvakrat. No. Zdaj ugotavljamo, da je bila mogoče to drugič malo hipomanija, kar je mečkaj manjša manija. a ne. Ampak, ko sem imela pa jaz manijo, je bilo pa, čakaj, leta. 1 let pa pol nazaj. Polet sem jaz, nisem spala cel dan, nisem jedla cel dan in sem padla v manijo. In to je bilo pa najhujši. Torej prav ti padeš v to, če si sam pripelješ do tega. Ne vem Ali je točno, random? mislim, da je random. Jaz sem, saj na zadnje je bilo full random, ampak jaz mislim, da sem takrat zasrala, ker nisem cel dan spala. In da me je to pahnalo. Meni se zdi, ne vem, če je fiks, ampak meni se zdi. In ja, manija je bila pa najhujši mesec mojega življenja. Ker to je pa mesec, ko si tok hyped, pa jaz sem bila še zmer tok žalostna. A ne. Mislim, delala sem take stvari, ki se jih zdaj sramujem. A ne. Ampak je pač manija. A ne. In kaj recimo si takrat delala, kako si takrat razmišljala? Nočem iti čisto v podrobnosti, ker mi je preveč neroden. Ampak recimo jaz sem hodila ob 5 zjutraj sem šla na grad, ob 5:30 sem bila gor, Ljubljanski grad, in gor pisala pesance. Jaz sem takrat mislim, da... To sem pa videla, ja, nekaj, da si govorila o tem, ne? Na TikToku se mi zdi Ja. nekaj takega. Ja. To video sem videla, ja. Ja, Sam se ne spomnim, iskreno. Ja, točno. sem pisala pesance in mislim, da sem v 2 dneh napisala, ne vem, 12 ali 14 strani Wordovih pesanc o enem tipu, ker sem bila jaz v manijo obsedena z enim tipom. A ne. In to je bilo katastrofa. Pa je s tem nekaj pozitivnega prišlo? Ne vem, pesmice, ne? Če bi ti zdaj Pesmice, postala to. pesnik. To. V bistvu, ful sem začela pesemce pisati, to je pa šlo iz manije. No. To je pa edina stvar, ki je bila pozitivna v tem maniji, da sem začela pisati pesmi. To je bilo najbolj Ampak kako veš ti, da si bila ti 1 mesec v maniji? Ne vem točno, ampak vem samo, da je bilo un hit, ki me je tako dol, ker sem dol padla, ker nisem več držala tega tempa. Nek low, verjetno. Ja, pa tudi takrat, ko sem šla pa psihiatrinji in nekako razložila, jaz sem vedela, da to manija, kar se dogaja, ne. Jaz sem samo šla do moje psihiatrinje in rekla, ja, ful sem taka, pa malo sem obsedena z nekom, pa tako sem povedala še druge stvari in rekla, ja, to so sliška manija, ne, mislim, to, kot da sem pol, ja, pa sem lani polet, sem pa padla v ful hudo depresijo. Sem pa jokala konstantno. Šla sem na upravno enoto in tam jokala, ker nisem pa šla na vrsto, ker so ustavkali so, ne. Ja, kaj prav v bistvu neka vsaka mala stvar, recimo, Totalno. te je že uničila, recimo. Tako. Ja, spala sem veliko. Tako, Si žalostno. se tuširala? Ja, to pa sem. Okay. To pa sem. Mej fant, Karinu pod tuš. To pa sem. Kaj je bilo še kaj tazga, da bi rekla v depresivni epizodi? Ja, ful sem se hodila ubiti spet. A ne? To je bilo spet ful. To je mislim, da kar značilno za te depresivne epizode, da si tako pač res low. Misliš, če bi bila takrat, ne vem, kje izolirana, da bi ne vem, sama živela, Katastrofa. misliš, da ne bi... Katastrofa. Mene je takrat fant rešil, ki je mi pomagal, mi kuhal in tako. To je mene ful rešil. Pa da sem imela za kom se pogovarjati, ne. Ker če to zadržiš v sebi, je ful težko. Do takrat se nisem ni zavedala to depresivna epizoda, pa ko sem šla do psihiatrinje, rekla, da to je pa depresija, ne. Pa jaz res z depresijo, da jaz nimam problemov, ne. Ampak takrat pa je bilo kar hudo. In teh manija, depresija obdobjih se ful bojim, ker so, ne veš, kaj pričakovati. Tako da ja. Pa je tu kako zdravilo, ki te lahko potegne ven z tega, saj vemo, da depresivi rabijo včasih celo mesec, da začnejo delovati, ne? Ja. Ampak je kaj, kar te lahko vsaj malo potegne ven z tega. Ja, če si maničen, ti zvišajo dozo antipsihotika, če si depresiven, ti zvišajo dozo antidepresiva. To je taka stalnica, ampak pa imaš pa tudi mood stabilizer, oziroma stabilizatorje razpoloženja, ki pa so ful, recimo litij, ne? Litij je ful staro, pa ful močno zdravilo. Čekaj, to so vse tablete. Ja, ja.
In če greš na liti, moraš pol skozi kri čekirati, pa tako. Kaj, ker ti vedno na kakšne organe lahko. Ja, tako, ker je pač lahko toksično, če je v prevelikih odmerih. Tako da moraš hoditi, mislim, da vsak teden na preglede, da vidijo tvojo koncentracijo litija v krvi. Tako da, to je bilo, pa sem jaz tu stala tam od stabilizer, ker pač sem bila preveč out, a ne. Ampak večina teh bipolarcev je na antidepresivu, antipsihotiku, pa še enem stabilizatorju. Ne? In pa samo zvišajo oziroma znižajo ono, kar se tebi dogaja. Tako nekako. Pa še stabilizator zraven. In kako dolgo moraš biti recimo ti na teh zvišanih dozah? Zdaj ti si rekla, recimo ti si imela to mesec, ne, ta obdobja. Ja. Zdaj predvidevam, da to obdobja so odvisna in tako vsega, ne? Nekdo lahko ima več, nekdo manj, ampak je tu neko poprečje ali je res čisto odvisno? Ne, čisto odvisno. Mislim, da imajo ljudje tudi po pol leta obdobje. Mi je grozen, to si ne predstavljam. Mislim, zelo vesela sem imela samo en mesec, ker imeti pol leta neki, da si toliko nesrečen, pa da si toliko hyped, mislim, to mora biti grozen. Sej, najlepše obdobje je, takrat, ko si normalen, pa te malo meče v manijo, ne? Torej, da si malo bolj hiperaktiven, malo bolj produktiven tudi, ne? To je super obdobje. Tako obdobje meni sem jaz imela, ko sem šla v pol leta zadnjič. Ker sem... Čekaj, koliko krat si bila v polju? 3-krat. 3-krat, ok. Prvič torej si bila... Ko sem mi 18-19? Ne, ko sem mi zdravila dali. To je bilo 20? 20, ja. Ok, drugič potem? Drugič sem bila predlani, po poskusu samomora, pa še enkrat letos polet, mislim, lani polet. In zakaj si bila recimo lani poletje? Zato, ker sem imela halucinacije, pa ker so mi uvajali eno zdravilo, ki ga je zelo fino uvajati v bolnici, ne tako ambulantno, in sem jo takrat poslala pol v polje. Aha, torej to je verjetno neko zelo močno zdravilo, ki lahko ne vem, sproži kaj, še nekakšne negativne učinke zraven. Mislim, ja, možno, pa tudi spet moraš kontrolirati kri, ne. To je klozapin oziroma Leponex in ful je močno zdravilo, mislim, da je to najmočnejše zdravilo za shizofrenijo in pač že zelo mehen odmerek meni zelo dobro pokrije moje simptome. Pa tudi Leponex pomaga pri temu, da nisi tako samomorilen, ker je tudi malo deluje tudi na to in meni je to super zdravilo, ne. Ker recimo litij je mene zredil 30 kil, 20 kil, od 40, a ne, 40, pa še 20, še ena druga zdravila. In sem ga pol nehala, ker sem bila totalno nesrečna. Debela sem bila, nisem vstala iz posle, samo spala sem cele dni, pač ni bilo ok, a ne. In sem šla pol dol iz tega stabilizatorja. Ko sem zdaj mi pač više antipsihotike, pa oziroma antidepresive in nižje antipsihotike oziroma antidepresive. Torej, nekako te posredno ta zdravila zredijo, zato ker si ti v bistvu nimaš niti volje, da bi šel na kak sprehod ali pa da bi se kaj gibal, zato ker si v bistvu v vodoravnem položaju večino časa. To je razlog. Ja, Aha. Tako nekako, ja. In kako se recimo zdaj počutiš? V smislu neke utrujenosti, produktivnosti, gibanja? V bistvu spim veliko, jaz ogromen spim. Zaradi vseh teh zdravil pač jaz res ogromen spim. Jaz rabim spati od 10 do 12 ur na dan, ne. Spiš to v kosu po noči? V kosu. Aha, ok, čez dan ne. Pa še kakšna urca ne, pa ja, seveda. Ne vem, ful nimam motivacije, tako težko se spravim kaj delati, sicer sem malo bolj aktivna, ko probam shujšati, ne, ampak ne vem, kakšne dneve bi sam ležala. Nimam volje do ničesar. In kakšne dneve sem pa ful tako, ne, ja, gremo tja. Hvala Bogu, te dnevi prevladujejo, ampak smer pa so dnevi, ko sem samo tako nočem nič delati. In kako je to čez leta potem vplivalo na tvoje odnose? Zdaj si rekla, da si v zvezi, ampak se spomniš neke svoje, ne vem, prve ljubezni, prve zaljubljenosti? Ja, s fant, s katerim sem bila 4 leta. In konc teh 4 let sem bila ratala psihotična, ne? In pa me je pustil. Zdaj, jaz ne vem točno, zakaj me je pustil, ampak po moje zaradi tega, ker ni mogel handlati pač tega, da imam jaz dejanske probleme, ne? Ker vem, da sem jaz enkrat njemu rekla,
Meni si je prisluškuje in bil fant čist zbegan in čist v šoku, ni vedel, kaj sploh reči, se je razumljivo, se noben ne bi. Ampak, ja, drugač pa družinski odnosi se pa mislim, da zboljšali. Tako. Imamo še imeli kakšne dneve, ampak overall se je mislim, da zboljšali, ker pač me čuvajo, pa tako sprašujejo, kako sem pa tako. Da tudi oni imajo neko realno sliko, ne? Tako, ja. Pa neko realno, ja, itak jih skrbi, ne? Tako smo se Ja. na začetku pogovarjali o sestri, da tudi verjetno jih skrbi za tebe, predvsem to, Valjda. ne? Zato, ker je spet to neka nepredvidljiva stvar, ne? Zdaj, če imaš ti, ne vem, si nekaj zlomiš, ja, približno vemo, na kak način bo to šlo, Tako. ne? Tu pa je res lahko, verjetno gre v vse strani, ne? Ja. Da si rekla, da takrat, ko si ti začela biti psihotična, te bom potem pustil, Ja. pripisuješ tudi ta break-up, mislim, se lahko vsi strinjamo, da 4 leta, še posebej v tistih letih, Ja. ko res odraščaš, je ogromno, ne? Ja, res je, ja. Bi pripisala tudi, bom rekla, ta break-up? Torej, Ne. Ne. Jaz sem bila takrat toliko slaba, toliko psihotična, da me ta break-up sploh ni ganil. Pač sem tako, še ena stvar, ki se mi je zgodila. a ne. Takrat v momentu, ko sem bila psihotična, pa pol vse v polje. Ampak mogoče pol kasneje sem bila pa bolj tako, ja, mogoče je to malo vplivalo. Ampak v momentu pa ne, jaz sem bila tako, res tako, čist ok. Jaz Čisto okej. so te verjetno bolj skrbele vse ostale stvari, ne? Tako, ja. Je bila to še tista stvar, ker ponavadi bi bila to najhujša stvar v lifeu, zdaj pa si imela ti toliko večje, Ja, še večje probleme, probleme, ja. da se nisi mogoče niti imela mentalne kapacitete še s tem zraven ukvarjati. Exactly, ja. Si se s tem fantom še potem kaj slišala ali pa Nikoli. videla? Jaz nimam pojma, kaj on dela v življenju in hočem, da tako ostane. In zdaj si rekla, da imaš fanta, Ja, da imaš zvezo, tudi si rekla, da te je takrat on rešil, tako predvidevam, da že kar dolgo. Kdaj in kje si potem tega fanta spoznala? na Bumblu. 1 let pa pol nazaj. In kako se je vajna zgodba recimo začela? On me je povabil ven, jaz sem rekla, ne bom šla ven, mislim. Potem sem šla pa spat, ker sem matečna, se zbudila in šla z njim ven. In od takrat naprej sva vsak dan skupaj. Tako da. In kako on, bom rekla, handla te stvari? Najprej to, kako hitro si mu potem ti povedala za te svoje težave? Mislim, da sem mu povedala kar hiter, ker sva šla na morje, tako mogoče 10 dni into situacija, a ne, ni bila jih še zveza. Sem mu kar takoj povedala, ker sem mislila, pač lej, to mi je všeč, zdaj pa, a sem mislila njemu toliko všeč, da bo ostal z mano, ali pa pač ne, a ne. In sem mu povedala in pol je ful dobro sprejel. Sej, še zmer dobro sprejema, a ne, pa še zmer mi ful stoji ob strani, ampak mogoče bolj kot včasih. Zdaj si mislim, da že malo bolj v laufu, pa tako. Ja, itak. A ne, mislim, videl je mene že čez marsikaj, ko sem šla, tako da, ja, sem zelo srečna, da ga imam. Res. Ja, valjda se mi zdi, da to tako, najprej to ne, itak si, mislim, tudi ti zelo dolgo rabo, da si verjetno sprejela sploh sama sebe, kaj se dogaja, pa neka druga oseba, ki še to dosti težje razume, ne, itak rabi dlje časa, ne, ampak Ne, sigurno, zdaj ja. tudi se mi zdi, da sta dala ful že skozi skupaj, Ja, ne, ja, tudi da je ja. on videl čez manijo, čez depresijo Tako. in vse to, ne, in kako bi rekla, da to potem na njega vpliva, v smislu, da se dosti sekira, kako je potem recimo njegovo psihično stanje tu? Nočem preveč govoriti, ker pač so ni moja stvar, ampak definitivno ful ga skrbi. Kar je lepo, ampak nočem, da ga toliko skrbi, a ne. Mislim, sej, mene pa skrbi zanga, a ne, sej to je čistko. Ja. Tako da, vse tako, ja. In kako recimo zagledaš naprej na svoje življenje, pa neko svojo prihodnost, zdaj si rekla, da pač si mogla fakt spustiti. Ja. S čim se zdaj trenutno ukvarjaš? V bistvu delam kakšne projekte na TikToku. Drugače sem pa doma. Čuvam svoje zdravje, čuvam sebe. Ko bom pa malo bolj, tako malo bolj pri sebi, en dalj časa pri sebi, bom pa verjetno šla tudi kaj naprej delati. Kako ti tu država pomaga, če ti no, kako pomaga? Ja, jaz dobivam pač socialno pomoč vsak mesec. Ja. Misliš, da bi tu lahko bilo boljše poskrbeno za ljudi, ki jim je težje nekje v javnosti redno delati, ali se ti zdi, da je okej? Absolutno. Mislim, sej sem zelo hvaležna za to, kar dobim, a ne. Ampak vem, da marsikdo ima hujše probleme,
pa dobi še manj, kaj jaz, ne. Ali pa nekdo, ki pač je samo doma, pa dobi isto, kaj jaz, ne. Pa nima neke bolezni, ne. Ki bi lahko šel delat, ne? Ja. Ampak to each their own, ne. Mislim, ne bom klanec obsojala. Kaj je nek tvoj dream job? Dream job. Nekaj s potovanji, pa nekaj s pisanjem. Tako rada, da bi nekaj pisala, pa zelo rada potujem. Sem potovala. Pa mi je to ful dobro. Pa jaz ful rada pišem, ne, in pač mi je to tako dvoje best of both worlds, I guess. Razmišljaš, da bi da napisala knjigo svojo? Ja. Mislim, da se mi je dosti zgodilo v lifeu, da bi lahko knjigo napisala. Ampak še čakam priložnost. Moje še par let, po moje. Tako da. Si omenila, da si zelo rada potovala. Ne? Ja. Kako je zdaj s potovanje? Je predvsem, bom rekla, to bolj finančno ali je bolj to nek strah prisoten pred tem? Bolj finančno. Pa še zmeraj grem enkrat na let nekam, ne? Ampak zdaj sem pa res skozi potovala, pa tudi več časa sem imela, ne? Nisem imela, takrat, ko sem imela najbolj stabilno obdobje, sem bila jaz vsak mesec nekje, ne? Pa tudi, če nisem imela keša, pa če sem šla, ne? Za experience. Zdaj pa pač, ne vem, imam skozi neka nihanja, nisem skozi v redu, ne? In pač je težko bilo kaj splanirati, ker ne veš, kakšna bom je čez pol leta, ne? Težko je splanirati nekaj takega. Pa tudi denarno, ne? Tako da. Ja, predvidevam, da je to res kar grozno, ne? Ko ne veš, kaj bo čez en teden mogoče, ne? Vse to, ker je to nepredvidljivo. In kako ti delaš tem, delaš tem, kako ti razmišljaš o tem, da ne veš, recimo, kako boš čez en teden. Ja, dejansko nič ne moram. Jaz samo prepustim, pa upam, da me kakšna situacija ne podre preveč, iskreno. Ampak ja, ne vem, jaz res nočem nič načrtovati ful veliko prihodnosti, ker dejansko ne vem, kje bom. Ne vem, kje bom s svojim zdravjem. In pač grem počas. In probam biti vsak dan zadovoljna s tem, kar naredim, ne. Ker tudi to, da ostanem iz posla, je kakšen dan ogromen. In ja, probam tako doživljati življenje, da se vsak dan neki dan narediti, ne. Tudi če je to samo vstati iz posla. Tako da to. Ampak ja, upam pa, da bom enkrat malo bolj tako pri sebi, da bom lahko delala nek serious job, ne. Da mi TikTok krajša dneve, ampak mogoče pa en dan bo kaj bolj tazga resnega, ne samo resnega, ampak tako pač malo bolj tako, če bom pri zdravju, seveda, ne. Ja, to bi moje bolj bilo, mislim, zelo prišlo poštev, kaj remote, ne. Mogoče. To sem delala, jaz sem imela en remote job, pa je bilo super. In kaj se je potem zgodilo s tem? Ali je pač se končal projekt? Ali? Ne, mislim, imele so neke komplikacije, ampak ne iz moje strani. Zdaj se odločila tudi za TikTok, ne? Ja. Časa nazaj. Kako to, da si se odločila, da boš začela TikTok, glede na to, da prej še nisi niti povedala nekim svojim bližnjim prijateljem teh stvari? Res je, to je bilo junija lani, ko sem začela in sicer jaz sem imela ful hudo takrat depresivno epizodo, ne? In ko smo že proti koncu te epizode, sem pa rekla, Madonna, jaz bi pa lahko svojo bolezen delila z drugimi, ne? Ampak anonimno, tako da pač ne vem noben, kdo sem, ne vem mojega imena. In sem pa šla na TikTok in bila Hana zmešana, ker ni Anja noter, ne? In se mi je to zdelo perfekt. In pa sem začela take mehne videe objavljati, ne vem, day in the life, ko sem šla v psihiatru, pa na terapijo. Brez obraza, brez imena, brez glasa. Pa ne vem, ko sem malo govorila o svoji bolezni, spet pisala samo, ne. In potem je ta video dobil tako kar dosti neke podpore in sem šla k moji terapeutki in rekla, moj TikTok tako je ful, pač ljudje me podpirajo, ne. In rekla, a si ti upaš biti s faco tam? In jaz sem ja, ne vem, mogoče. In pa sem se pač samo objavila slika sebe in to je to. Takrat naprej delam to. Je bil to za tebe neki taki breaking point, ali si lahko to naredila? Je bilo kar težko. Prvi video, ko sem objavila svojo faco, je bil težko. Res me je bilo strah, ne. Kaj si bo ljudje mislili, da me bo ljudje prepoznali, rekli, o moj bog, to si ti. Ja, ampak zdaj pa
Jaz se mislim, da sploh da ne zavedam, koliko ljudi doseže moj TikTok. Ne? To so mi zdaj včeraj kolegice rekla, da kar jaz objavim, pa nimajo one TikToka, one zvejo prek prijateljev, kaj sem jaz objavila. In meni je bilo čisto noro. Mislim, jaz sem že tak feeling, da imam jaz tak mehen community, ampak ne, jih je 10K, ne? Noro. In jaz sem se zmerno v glavi, to je tak mehen community, ki smo tako close, a ne, pa tako. Ampak dejansko veliko več ljudi to zadane, a ne, in pač poslušajo mojo zgodbo in mi to ful pomeni, ker mislim, da največ, kar lahko naredi za nekoga, ki je duševno motno, je to, da se z njim pogovarjaš, da ga poslušaš. To je ogromen. Tako da to vsakič rečem, da če me kdo vpraša, recimo, kaj bi svetovala ljudem, ki se spet sprimejo z nekom, ki imajo podobno težavo kot ti, poslušaj ga. A to rekel, lahko recimo, ne vem, znancu, ki ima to težavo, pomagaš. Pač poslušaj ga, res. Taki ljudje, kot jaz, sem poslušala enega doktor Škodlarja, je razlagal, da ljudje, ki imajo neke psihoze, halucinacije, blodne, to je pač vredno posluha, a ne, da se nekomu nekaj zgodi, nekaj recimo, ne vem, da ima neko religijsko psihozo, ko se že reče, no, nima veze, in misli, da je videl Jezusa. To je nekaj neverjetnega, da nekdo dejansko misli, da je videl Jezusa. Ampak v njegovi realnosti on ga je videl. Nekor sem jaz CIA mi prisluško. To je bila moja realnost. In da ti nekdo, ki nima take motne, posluša nekoga, recimo, da se mu je Jezus prikazal, vedno se bo njemu zdel smešen, ampak te osebi se pa to zdi realno in pač je to, da daš to ven, da to nekomu poveš, to je ful vredno. Tako da to mi je ful tako. Rada imam ljudi, ki me poslušajo, no. Ko si ti potem povedala to svojim bližnjim, mislim, dobro, ne za staršem, ne pa fantu, ampak kolegicam, ne? Ja. Si imela večinoma pozitivne izkušnje ali je tu dosti ljudi šlo stran zaradi tega? Večinoma pozitivne, ampak sem tudi izgubila par prijateljev, ja. Mislim, da bolj zaradi tega, ker sem se izpostavila. Ne zato, ker sem bolna, ampak ker sem se izpostavila. Aha, okej. Zakaj točno misliš, da se je to zgodilo? Ne vem, jaz nočem reči, da se me sramujejo, ampak nočem pa tudi reči, da se me ne. Mislim, ni bilo nikoli nobene podpore iz njihove strani, da glede mojega TikToka, glede mojih podcastov. Ni bilo nobene podpore, ne. In sem pač bila sem tako, why? Mislim, kaj delam narobe? Jaz sem samo hodila deliti svojo zgodbo, ne. Ampak so oni pač še res stran od mene, tako da. Pa so že prej vedeli za tvoje stanje? Ja. Aha, oni pa so. Torej so vedeli in potem, ko si ti začela izpostavljati, so te odrezali. Baba si ti njih, no vse, kakorkoli se to razpletlo. In kaj recimo ti pomeni prijateljstvo? Ogromno. Jaz imam zdaj ene ful v redu prijatelje, ki me imajo radi in vem, da me imajo radi in jaz sem njih rada. Še zmer se daj počutim, da me ne marajo, pa da sem jim odveč, ampak mi pol vedno pokaže, da to ni res. In to ful cenam. Jaz res, ljudi, ki jih imam zdaj okoli sebe, res ogromen cenam, ker so šli čez malo, že čez marsikaj. In jaz sem šla pač z njimi, čez kakšno njihovo sranje. Ne? In te prijateljstva, ki sem jaz zdaj dobila, oziroma, ki sem se poglobila, odkar imam jaz to diagnosticiran, ali pa odkar se izpostavljam, pač res cenam, ne? Ker da dejansko nekdo si vzame čas, da ti prisluhne, da ti svetuje, da reče vse bo okej, to je ful vredno. In to, ko se zdaj zavedaš, ko vidiš, da ljudje lahko hitro grejo iz tega življenja. In pa se že bolj zavedaš, da ljudje, ki jih imaš v svojem življenju, so res zlata vredni. Si ti obrati si TikTok, da si pripravila neko božično? Ja. Ok, in potem se ni noben prikazal? Ja. Ok, kakšna je zgodba za tem? Dejansko nič, mislim. Jaz sem organizirala zabavo in noben ni prišel. So mi sporočili zadnjo minuto, da jih ne bo. In sem tako, what the hell? Ampak te prijatelji, ki sem imela bolj blizu, so imeli dejansko upravičilo, ostali so pa sam skenslali, tako da je bilo tako malo slabo. Okay. In to, da se ti vseeno izpostavljaš, ne, kar prinese ogromno pozitivnega, ampak tudi verjetno kako negativno stvar. Ja. Kako potem reagiraš na to negativno stvar? Si vzameš srcu ali znaš to spustiti? Sploh ne. Mislim,
vem, da ljudje velikokrat komentirajo, da naj sam jemljem zdravila, pa bom tih. Imam prav enega hejterja, ki vsak video komentira, ampak mislim, da to pride zraven vsega, a ne. Ne vem, bolj me moti, ker ljudje komentirajo nekaj na moj izgled, ker pač jaz ne moram veliko spremeniti, a ne, mislim, lahko shujšam, ampak to je ful dolg pač proces, itak se veš, a ne. Pa sto pa teh, ki ima zdravila, ki te konstantno redijo, a ne, in pa ti hujšati in je malce kompliciran. Ampak to me mogoče najbolj zaboli, če pa to reče karkoli, da sem nora, karkoli, to me pa sploh ne gane, iskreno. Ampak to, ker ljudje komentirajo moj vizualni zgled, pa me sploh ne poznajo, a ne. To me najbolj mogoče tako, no, daj, se poslušaj kakšen video, pa boš videl, da sem mogoče več kot moj videz, a ne. Tako. Pa bi rekla, da si zdaj ogromno dobila od tega, da si začela deliti stvari. Ja. Kaj si pridobila zdaj trenutno? Ne sem, da sem dobila ljudi, ki me spoštujejo, pa me probajo razumeti, pa mislim, da me imajo kar radi, ampak tudi dobila sem marsikatero priložnost, ne. Smo kakšne sodelovanja, ki si nikoli ne bi mislila, da jih bom dobila. Pa tako, ja, v bistvu, to mi je najbolj tako cool. Pa tako res, ljudje so mi začeli pisati svoje zgodbe, me vprašali za nasvet. Mene je to ful v redu, mislim, ful dober, ker mislim, da če si pomagamo en drugemu, lahko ful dosežemo, a ne. Se spomniš kakšne zgodbe, ko se ti je vtisnila v spomin? Čak. Ja. Ena punca je bila hospitalizirana in mislim, da je 3 diagnoze različne dobila. In mi se je bilo ful težko s tem soočati, in pa me je vprašala, kako se jaz soočam s tem in tako. Večinoma je na tak princip, no. Ali pa da ljudje sem pač mi hočejo povedati kaj in jaz si poslušam, ker druga sem rekla, poslušanje je najboljše. Tako da dajem to, kar hočem nazaj. Ko si bila v polju, si se tam bolj držala za sebe ali si navezovala kakšne stike, si rekla, ste se nekaj pogovarjali? Ali je bilo to tako, moram se, ali je bilo tako, kaj želim spoznati te ljudi tu? Odvisno, da sem šla. Katerikrat sem šla prvič, ker sem pač zelo psihotična, jaz sem se takrat čisto držala zase, nisem z nobenim govorila nič. Zdaj na zadnje, kad sem bila pa definitivno majčkeno manična in sem se skozi družila z vsemi, pogovarjala z vsemi, bila pa vsod. Tako da, odvisno, kje sem v lifeu takrat, no. Pa ko so tam torej ljudje, ki pač, ja, se lahko snemamo, imajo vsi neko težavo, bi ti rekla, da ste se večinoma pogovarjali o tej težavi ali ste poskusili to pustiti pa se o čem drugem pogovarjati? Ja, ne, totalno, bilo je čisto random. Mal tako, mal tudi o bolezni konc koncev. Ampak tako, tam sem spoznala ene res čudovite ljudi, ki so več kot njihova bolezen, ne. In ali pa sploh ne bolezen, ampak samo neko obdobje njihovega življenja, ne. Tako da to mi je bilo ful dobro, ker se veliko naučiš, ko greš tja, ne samo o svoji bolezni, ampak tudi tako o sebi. Recimo, jaz nisem vedela, da sem toliko družabna. Ampak potem pa je kar nekaj iz mene rinalo, da moram se družiti, da moram spoznati te ljudi. In sem jih, in sem zdaj zelo hvaležna, da sem jih. Kako si se recimo razumela tam z osebjem? Ja, osebje je pa druga stvar. Jaz sem snemala TikTok med tem, ko sem bila hospitalizirana, a ne, in je to osebje videl. Pač na TikToku, ne. In so lepo tako v nekaj snemati. In sem tako, jaz ti kažem nobenega, jaz kažem samo sebe in delim svojo izkušnjo. Meni se to ne zdi nič sporenega. Ampak mislim, da sem je malo drugače malo, ker pač sem se izpostavila na TikToku in sem mislila, ta sem nekaj dela za pozornost mogoče, ne, in pa so pač mi tako obravnavali. Tako da jaz sem tudi zdaj nazadnje prišla iz polja z diagnozo mešana anksioznost depresivna motnja. Ker je funny, ampak. Zakaj misliš, da je to, da ti dajo neko drugo diagnozo? Mislim, da zato, ker se jaz zelo dobro držim. A ne, jaz tako komuniciram, ker shizofrenik sploh ne more govoriti normalno, a ne. Jaz pa lahko, se mi zatika pa tako, ampak več ali manj lahko. Tudi normalno funkcioniram tako, urejena sem, tuširam se, a ne, pa tako, marsikjer se ne in ga moraš prav prisiliti, da se gre. In mislim, da zato pa ljudje velikokrat zamešajo, da mogoče je kaj bolj resnega z mano, ker pač tega ne pokažem na vzven. Bolj resnega ali manj resnega? Bolj resnega. Mislim, ljudje mislijo, da imam anksioznost, v bistvu pa schizoafektivna, a ne, to pomeni, da torej več
da je nekaj hujšega. Oni mislijo, da je nekaj manjšega. Ne? Ja, ok, veš. Ja. Ker pač sem urejena in lahko govorim in nisem toliko depresivna, anksiozna in ljudje mislijo, ta je ok, ta je samo anksiozna. Čeprav nisem anksiozna, ne, ampak ja, tako. Imajo dostikrat ljudje, mislim, če si ti opazila, neke predsodke do tebe že preden te spoznajo? Ne bi rekla. Mislim, da ljudje, ki se hodijo do mene do mene iz TikToka, so vsi pač res nice. Mislim, nisem imela še slabe izkušnje. Ljudem je res všeč, da nekdo govori o tem in jaz to ful cenim. In sem tudi ponosna nase in na vse one, ki govorimo o tem. Ker to je neka taka debata, ki je ponovadi tabu in mislim, da se mi in ostali trudimo to malo narazen dati pa malo razpihati, da je bilo malo bolj odprt pogovor glede tega. Čestitke, definitivno, da si upaš o tem govoriti, ker mislim, se mi zdi, da ljudje sugarcoatamo manjše stvari, ne? Mislim, vsaka stvar je pomembna, ampak nekaj res tiste malenkosti včasih njih ne želimo povedati, ker se jih sramujemo ali pa si mislimo, zakaj bi, če lahko samo pokažeš neki tam lepšo stran Maurice in je pač to, ne? In skriješ neke stvari, ki so pa dejansko grozne v tistem obdobju svojega življenja, ne? In pač poskusiš nekaj zafejkati. Tako da res se mi zdi pohvale vredno to, kaj delaš in mislim, da ogromno mladim pomagaš s tem, tudi mogoče nekomu, ki ima enake težave ali pa podobne težave, pa mogoče tudi to, da če se kdo tako počuti, da si upa razmišljati v to smer, ok, mogoče pa res ni vse ok z mano, mogoče pa res tudi imam jaz to bolezen, čeprav se je bojim, pa mislim, da je grozna, pa si tega ne želim, je pa boljše, da mogoče grem preveriti, pa sem pravilno zdravljen, kot pa da si zatiram oči, pa pravim, se nič ni, dokler ne bo, da ko si omenila neke samomorilnosti, nekih negativnih občutkov, ne, tega, ker verjamem, da se tudi ogromno primerov lahko konča na negativni način. Ne? Absolutno, ja, res. Mislim, da smo drugi v Evropi po samomorilnosti, kar je crazy. Mislim, taka mehna država, pa smo drugi v Evropi, ne. Ampak ja, moramo več govoriti o tem, absolutno. Mislim, da ta samomorilnost je ful tabu, ker vsi mislijo, da je to nekaj normalnega. Ni normalno, da ti hočeš ubiti po vsaki mehni malenkosti. To ni normalno, ne. Ljudje pa kar mislijo, da ja, ne. Jaz tudi izhajam iz take družine, ki reče mami recimo, jaz se grem kar ubiti, a ne. To ni glih normalno, to ni nekaj, kar bi mogli se navaditi, a ne. Tako da ja, govoriti moramo o tem, kakšne posledice pridejo s tem. Marsikdo tudi, ki ima poskus samomora, se trajno poškoduje, ne. In ne vem, recimo, pristane na invalidskem vozičku, ker pač se določene stvari pač odpovejo. Tako da je ful nevaren, a ne, če ne rata. Ampak ja, moramo govoriti o tem, da ne bi pač več ljudi to delali, da bi malo mogoče na drug način probali to razdelati, ne samo, da je konc. Tudi sebi govorim, ampak ja. Pa tudi si rekla, recimo, da je mama to omenjala, ne, predvsem tudi res pazljiv, kako se pogovarjaš okoli mlajših na splošno, ne. Ja. Da ni kar vsaka stvar, jaz pa grem ali pa jaz pa si bom nekaj naredil, ne, da ni to tako normalno, ne. Tako, ja. Da je to dejansko, mislim, ful vredno naše življenje, ne, pa dejansko. je tisto vsako obdobje res samo obdobje, ne. Ja. In mislim, da si mi težko velikokrat vidimo nek konc, neki boljšega, ker pač vidimo samo to črno sliko, ne. Ampak je veliko stvari, ki je ful dobrih in jih moramo samo opaziti, pa jim dati samo malo kredita, ne. Recimo na prijatelji, ne. To je ful vredno. Sploh, ko si na najhujšem možnem obdobju čist na tleh, ti bo najverjetneje prijatelj ali pa družina pomagala, ne. In mi se tega sploh ne zavedamo, koliko je to vredno, dokler ne mogoče nekoga zgubiš, ne. Tudi recimo, če ima kdo prijatelja, ki je samomorilen, verjetno se boš raje ukvarjal z njim, kakor pa da pustil, da pač nekaj on naredi, ne. In
ja, taka mentaliteta je meni všeč. Ne tako ono, si samo reče, se bo ubil. Mogoče on resno mislil, ne? Mogoče on dejansko hoče nekaj narediti in tebe to šala. Že od meni niso smešne te šale, da se bo ubil ali pa da bo nekoga ubil. Pač meni to ni enostavno smešen, ker je lahko nekaj res resničnega za tem, ne? In ti mogoče lahko zgubiš nekoga tako. Ja, da vsako neko tako, ne vem, grožnjo vzeti malo bolj resno, ali pa Tako vsaj, je. če nekdo to reče, se tako vprašaš, ti res tako razmišljaš, Tako je. zakaj ti lahko pomagam, vse rečeš, pač ne govori tega, ali pa pač zakaj si to rekel, da probaš malo razdelati, ne, da nisem skozi eno uho noč, skozi drugo ven. Ja. Ne. Teda predvsem to, ne, pa se preko si rekla, ogromno ljudi se nasplošno sami sebi škodujejo, ne, pa to je, se mi zdi, tista res zadnja stopnja, ne, tudi ti Tako si je. imela izkušnje z nekim samopoškodovanjem, ne, ko si Ja. hotela dati te bolečine ven in kdaj se je pa recimo to potem prenehalo, no, če se je, upam, da. Ja. Kar v 9. razredu. V 9. sem začela, v 9. končala. Okay. In si bila ti krivec za to, da si končala, ali nekaj drugega privedlo Ja, tega? jaz sem sam prerasla to. Iskreno sem rekla, ok, imam hujše stvari, it's gonna be fine. In kaj bi nek tvoj nasvet, ki bi ga dala ljudem, ki se trenutno borijo z nekim težkim obdobjem? Da definitivno vedno posije sonce. Moja terapeutka vedno pravi, tukaj je sonce, je tudi sence. A ne? In to mi je ful všeč. Definitivno to, da se z nekom pogovorijo, ali je to prijatelj, to je to družina, ali je konec koncev tudi terapeut, a ne, se to ni nič takega. Ampak da ni tako hudo, kot se zdi. Se vem, da je to vedno ful klišej, pa tako slišati, ampak dejansko, ko pogledaš situacijo, mogoče kakšnega drugega kota lahko vidiš, ok, mogoče pa res ni to hudo, kot se meni zdi. Ali pa mogoče, ko se z nekom pogovoriš, pa ti on neko drugo perspektivo, da pa vidiš, ok, mogoče pa res malo pretirava, mogoče pa res ni tako slabo, a ne. Tako da to, vem, da je klišej, ampak je res. Konec koncev je to res. Pa je tudi delo na sebi je neko najboljša stvar, kar lahko narediš. To, da delaš na sebi, to, da se obdaš s pravimi ljudmi, da izključiš svojega življenja ljudi, ki ti ne delajo dobro. Mislim, da je to delo na sebi. Pa je tudi to, da niti sramota, če si recimo psihiatru, terapeutu. Pa to je del dela na sebi. A ne? Če si kakšen let na zdravilih, to tudi ni konec sveta. Mislim, da veliko ljudi misli, da če greš na antidepresive, enkrat si zavedno zacementiran depresivc. Ma to ni res. Marsikdo recimo je na antidepresivih, ki je star, a ne? To ni nič takega. Tako da ja, to ni nič sramotenega, če rabiš pomoč, ni sramotenega, če rabiš zdravila, samo da se ti spraviš v red. In to je najbolj vredno. Pa si ti takoj našla psihologinjo, ki ti je ustrezala, ne? Ker že slišiš, da ne najdejo ali pa da polečejo, se mi noben ne bo ok. Jaz sem imela ful sreče z mojo psihiatrinjo in mojo terapeutko. Aha, psihiatrinjo, ja. Ja. Psiholog pa nima tako dobrih izkušenj. Iskreno. Psihiater mi je veliko tako bolj pri srcu, mislim psihiatrinja, no. In terapeutka. Hodim na terapijo enkrat tedensko. In kaj bi rekla, da ti pri psihologu, pa psihologini ni bilo ok? Ne vem, mislim, ta ni način. Mogoče, ka me ni jemala resno, ko sem bila majhna. A ne, ko sem pač imela te psihotične simptome, pa jih noben pač ne opazil oziroma komentiral, da to imam slabo izkušnjo. Ampak to so v bistvu pedopsihologi, meni se zdi, te za otroke. Ne vem pa, kako je s temi za odrasle. To pa nisem nikoli šla psihologu. Torej, predvsem ja, da tudi mogoče, če kdo ne ustreza, daš drugo šanso drugemu človeku. Valjda, ne, ja. Ker smo vsi ful različni in to tudi dosti krat, ki slišim ali pa preberem ali pa na historiji vidim, da nekdo reče, ja, ne vem, njemu je bilo super, meni pa ne. Vse je logično, ne? Zdaj, veš, Logično, ja. lahko, ne vem, se mi dve razumemo, pa ti se čem, ti si oseba je super, pa ti meni zaupaš, pa greš, pa ti bo čisto zgrešeno, ne? Ker odnosi itak formiramo v paru, ne? Pa v neki skupini, ne? Tako da tudi to, da daš neko priložnost, pa predvsem to bi te že vprašala, no, si rekla, da nisi bila najbolj iskrena vedno z svojimi terapeuti, ne? Da nisi stvari povedala, kaj si se iz tega naučila? Ne, vedno bolj spovedati. Da, ne vem, jaz sem se velikrat bala povedati, ker me je bilo sram, ne?
Ampak mislim, da ti ljudje so zadnji, ki te bojo obsojali. Zadnji. Tako da. Pa še to bi rekla, ko zamenjaš psihiatra, a ne. Ful je dolga čakalna vrsta, zato verjetno veliko ljudi ne zamenja in je pač se pač z nečim se pač mora sprijazniti. Ampak mislim, da je vredno. Imaš tudi opcije, kamor se lahko zatečeš, kadar je kriza, imaš center za mentalno zdravje, imaš polikliniko, a ne. Imaš take opcije, ke če je hudo, se pač tam oglasiš. In to ni nič sramotnega, to ni nič takega. Mislim, res. Jaz sem na psihiatriji videla toliko ljudi, ker ne bi nikoli rekla, da imajo kakšen problem. A ne. Skoraj vsak se trpi za nekaj in dajmo si raje stopati skupaj pa si pomagati, kakor pa da se obsojamo in da kažemo s prstom, ta je pa neumen, ta je pa nor, ne vem, whatever. Hvala. Res, zelo lepo si povedala. Hvala, ker si vzela čas, ker odprto govoriš o tem. Da ti je bilo super, da ti je bilo prijetno. Tako da ja. In se mi zdi, da si tudi povedala že neko zaključno sporočilo. Če pa še imaš kako krajšo, daljšo misel, pa lahko poveš, če se ti zdi kaj primerno. Mogoče samo to, da moramo stopati skupaj velikokrat, da ni nič sramotnega, kakor sem že rekla, pa da nas imajo ljudje radi, tudi če mi mislimo, da nas nimajo. Hvala.